Moj edini nasvet vsem staršem, sploh ko grejo imeti več kot enega otroka, če te kdorkoli vpraša, če kaj rabiš, rečeš najprej ja, pol pa razmišljaš kaj. Katarina Veselko. Delam leadership development večinoma, razvijam vodje. Kaj vse rabimo za to, da si upamo narediti to, kar terja ta bizaren svet in tudi kaj nas dela cele. Mama se mora imeti nekam za nasloniti. Mama regulira čustva otroka, očetje se pa ne smejo nazaj nasloniti na mamo, ker pa pol naletimo na problem, da moški niso socializirani za to, da iščejo podporo. Ali moramo biti ves čas produktivni? Ali ta družba dopušča brezdelje? Koliko v bistvu je bilo enega odziva na to, pa koliko enih ljudi je začelo pristopati do mene, pa za koliko ljudi jaz zdaj vem, da so na antidepresivih. Če smo lahko v službi celi, bomo tudi doma lažje celi. Je pa totalna iluzija reči, da bodo ljudje doma povezani in imeli ful stabilna partnerstva, čim pa pride v službo, pa in njega in njo odrajsejo, je spet na bolniški, imamo pa problem. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subscribate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Pri meni je bolj to problem, da jo kdaj pač jaz oblečem po svoje, in malo falim mogoče, ker grem pač po liniji najmanjšega odpora. Da stvari ne pašejo skupaj pa to. Pa ja, pa če so une hlače še v redu, zakaj bi druge dajo, sem mi dal drug polover in to je bilo, veš, vzorc Miki Miške od spodaj pa od zgoraj neke črte, In pač moja, ki ima pa tako res... Je pošlihta, ne? Ja, valjda, pa neki dane to, kako zgledamo, da skupaj paše, itd. Se zdaj že tudi jaz vem, da pač vzorci, ja, so vse, v glavnem. Pri nas njej to še največ pomeni, tako da je danes jokala zjutraj, ker sem jo jaz oblekla v nekaj, kar ji ni bilo všeč. Sam, če je pol ure skakala naga okrog, pa se ni oblekla, pa je bilo pa 7:30, pa sem nabila tako tole. Koliko je stara? To je ta srednja, 4. Aha. Ta mala je 2, ta starejša je pa 6, je pa v šoli zdaj. 3 punčke. Lepo. Smejim se zato, ker imam tudi jaz nekako občutek, da bom girl dad. Ja, to je pa zelo dobro zate. Sploh zato, ker so deklice socializirane za to, da bolj skrbijo, za vse ljudi okrog sebe in potem očetje deklic živijo dlje. In pa so raziskovali, zakaj živijo dlje. Zato, ker jih hčerke drajsajo, da morajo iti k zdravniku, sinovi pa tega ne počnejo. Tako da imaš v bistvu daljši life expectancy. Wow. Očka, sinov. Odlično. Ok. Povej mi, a mogoče spremljaš ta podcast? Ga nisem, ne. Ok. Pa sem pa dobila vabilo, pa sem pa rekla, moram si pogledati, kdo zdaj to je. Vem pa, sem pa sledila, parkrat sem pa sledila, mislim, sem te pa sledila že prej na LinkedIn, tako da sem malo videla, da obstaja. Sam realno poslušam malo podcastov, predvsem pa, če poslušam podcaste, poslušam ženske. Ok. Kar pač. Ja, ne, ni panike. Tako da zdaj pa sem nekaj poslušala, no. A tega poslušaš tudi toga tudi moja žena posluša, kvaj že tale, Američanka, ful uspešna. Call Her Daddy. Ne, ona tega rada posluša. Ne vem, jaz zdaj poslušam, poslušala sem največ, temu sem bila najbolj zvesta, je bila od Brené Brown. Dokler je imela, pa je tako nanehala to delati, pa takrat, ko sem bila na porodniški, pa to sem vse te mami podcaste poslušala, tudi naše, ki so... kar pa poslušam, je pa Evolucija užitka od RTV, to pa poslušam, to mi je pa zabavno. Hodo. To mi je kul. Pa poslušala sem Darove materinstva. Ja, kjere materinske slovenske poslušaš, če bo mogoče kdo, ki bo tole poslušal? Ne vem, če je karkoli od tega še vedno se dogaja, ker zdaj sem že mal ven iz te faze, zdaj se ful veselim življenja. Okay. Ampak poslušala sem Darove materinstva, ta je ful lep. Vse so itak vse stare epizode še gor, tako da s podcasti je fajn, kalo greš nazaj pogledati. Darove materinstva pa od Ane Dolinar, podcast Mater. To sem tudi poslušala, tam je bil tudi dober. Kar nekaj epizod mi je bilo ful fajn. Zdaj pa, če že poslušam kakšen mami podcast, poslušam The Feminist Mom podcast. The Feminist Mom. The Feminist Mom podcast. Ok, hodo.
Zakaj si rekla, da se zdaj veseliš življenja? Zaradi tega, ker mi je pač 6-7 let zdaj sem bila praktično izključno mama. In je sicer fajn biti mama. Sam, če si pa izključno mama, 24 ur na dan, ves čas, imam pa zdaj počasi dost. In se ful veselim tega, da sem lahko vstopam še v druge identitete, ki so mi pač bile nekoč blizu, pa sem jih mogla malo ugasniti za teh 6 let. Zdaj se pa počasi spet odpira, ker pač lahko, prvič, ker lahko partner ful velik del prevzame, pa lahko jaz nekam grem, tudi za kakšen dan ali pa za 2. Ker se vračam v biznis, ker lahko tle gradim, počasi. Tako da tega dela se tudi ful veselim, nekega tega totalno intenzivnega materinstva, ki mi je bilo sicer tudi fajn, neko obdobje, zdaj pa dost. Okay. A bi karkoli v tem materinstvu zdaj naredila drugače, če bi šla še enkrat po tej poti? Mogoče izrazila kakšen občutek več ali pa povedala, da mogoče koga malo več rabiš? Jaz sem ful povedala to. Jaz sem res pač tako, mogoče se zelo pozna to, da sem jaz že preden sem začela imeti otroke, je bilo za mano tako 10 let psihoterapije in dela na sebi. Jaz pač kot psihologinja sem ogromen izobraževanj imam za sabo, psihoterapevtskega izobraževanja, osebne psihoterapije, skupinske psihoterapije, psihodrame, pač res ful. Tako da sem res ogromen enih stvari, ki sem, ker ljudje pravijo, pa ko imaš otroke, se ti pa vse odpre, pa vse te neke stvari ven pridejo. Jaz res veliko enih stvari sem že oddelala do takrat, tako da sem vedela, da ko bom imela otroka, da mi je ful pomembno to, da se lahko naslonim na druge ljudi. Tako da sploh, pa sta prvo mi je bilo še ful lahko, mi še ni bil problem, sta drugo je bil COVID, tako da pač situacija je kakršna je, ampak sem se že takrat ful pripravljala na to, shit, COVID je, pač kako bomo mi to shendlali, kaj vse moram prej narediti, kaj vse lahko se naslonim na druge ljudi. Ker se je pa ta tretja, ker sva bila pa pred ta tretja, je bilo pa že že preden sem zanosila, sva se midva spogajala, da bo on šel na del starševskega. Zato, ker mi je bilo pač to pomembno, da je on sposoben sam poskrbeti za dojenčka, tudi kaj mehena, pa da polka grem jaz nazaj v službo, da ima otrok 2 starša, ki znata spakirati previjalno, pa mu skuhati obrok, dokler ne je normalne hrane in tako naprej. Tako da jaz sem res šla v to pripravljena na to. Tabelo sem si naredila, preden se je ta tretja rodila, sem imela tabelo, kjer dan bomo koga prosili, da nam hrano naredi in ljudi obvestila vnaprej. Če me je kdo vprašal, če lahko kaj pomaga, sem pogledala, kdo si že ti? Ja, tebe lahko prosim za to. In sem vedela, koga lahko prosim za kaj. Da ni, ker ful je zoprn, če pa človeku rečeš, ja, ne vem točen, kako mi lahko pomagaš. Jaz sem bila tako, ja, mami rabim gratinirane palačinke za vzmrzovalnik, tašča, rabim juhce za vzmrzovalnik, foter, če mi lahko enkrat na teden ta starejši 2 odpeleš mal ven, ti bom ful hvaležna. Brat, če lahko prideta vsake toliko časa prespat k tebi, bratje so sicer pol tudi imeli dojenčke, tako da ta del ni šel skozi. Ampak tako da sem res bila tako, ne. Moj edini nasvet vsem pač staršem, sploh, ko grejo imeti več kot enega otroka, če te kdorkoli vpraša, če kaj rabiš, rečeš najprej ja, pol pa razmišljaš kaj. Kako si opolnomočila svojega partnerja, a mi lahko poveš, kako mu je ime? Žiga. Kako si opolnomočila Žigo, da je nekako bolj proaktivno stopil v vlogo očeta oziroma starša, ker prejšnje generacije tega očitno niso znale dobro narediti, in nekako smo mogli mi moški zdaj se to naučiti s pomočjo naših žen, oziroma partnerk. Mislim, to se mi zdi zelo zanimiva domneva, da se moraš to naučiti s pomočjo svoje žene. Kje se je pa tvoja žena to naučila? Zanimivo, ja. Ampak še zmeraj se mi zdi, da je neka modrost noter v ženski, ki glede tega malo bolj... Ni modrosti v ženski. Ženska, kaj že dela? Ženska cele dneve, ki se pripravlja na porod, posluša podcaste materinske, koliko si ti materinskih podcastov poslušal, ali pa podcastov vzgoja, pa prebral knjigo vzgoja, Ženske, ki se pripravljamo na to, pač se naučimo.
In se naučimo od drugih ljudi, sprašujemo, damo se vse mame grupice, iščemo to literaturo, iščemo te podcaste, beremo te bloge, gledamo vloge, ne vem kaj vse. Pač ogromno ene energije damo v izobraževanje o tem. To ni nekaj, kar je, zdaj pa z mojim estrogenom je to prišlo, ali pa z mojim X kromosomom. Ne, naučile smo se. Pač starševanje je nekaj, kar je udružbljeno. Je pa res, da se trening deklic, zato da so mamice, začne zelo zgodaj. Kako si tvoj trening začel? Jaz sicer, eno je, da sem najstarejši od 3 otrok, ampak sem preživela veliko časa s fanti, tako da se nisem zares ful veliko ukvarjala z nekimi temi skrbstvenimi igrami, da bi imela neke ful dojenčke ali pa barbke ali pa se igrala družine. Kdaj pa imela sem kakšno prijateljico, s katero smo se to šli, ampak v resnici sem se v večino časa preganjala s fanti naokrog. Tako da sem pa mogoče čutila večjo odgovornost do skrbi za brata, ki sta bila mlajša, ampak malo mlajša, mi smo vsi 3 v 3 letih. Tudi mogoče je bil to en del, da imam mal pretiran občutek odgovornosti, kot velik najstarejših otrok, sploh najstarejših deklic. To je nekaj, kar je ful socializirano v nas, ker ne vem, nekako se od deklet pričakuje večja odgovornost kot od dečkov. Ampak v resnici sem se jaz tega materinjanja pač učila iz knjig, učila na faksu, pač brala sem debelo Biblijo razvojno psihologija, ki je taka debela oranžna knjiga. Začela sem takoj, ko sem vedela, da sem noseča, sem začela pač se izobraževati na to temo. In zato mi grejo ful na živce ta vprašanja fotrov, ki so tako, moraš me vse naučiti, pa je tako, malo sem tako, prevzemi en del odgovornosti za svoje izobraževanje. To je v bistvu, če se vrnem na vprašanje, kako si svojemu partnerju to skomunicirala, kako je to izgledalo? Ena stvar, preden sem šla roditi, sem bila tako, od vseh priprav na pored, 1 knjigo ti dam za prebrati in sem mu dala 1 knjigo za prebrati. Kjera? Modrost rojevanja. To je bila ta prvič, ko sem šla roditi, je to prebral, ta drugič, ko sem šla roditi, je mogel prebrati še Hypnobirthing, pa biti na 2 srečanjih z mano, ni hotel biti na vseh, ampak pač mogel mi je posnet, to sem ga tudi pripravila do tega, da mi je posnel eno hipnozo za rojevanje, ker sem pač vse 3 otroke rodila brez neke protibolečinskih terapije. In mi je bilo to pomembno. Tako da ta del je bil, ful mi je bilo pomembno, da sva tle usklajena glede tega, kako porod teče, in to ni bilo, on je zelo dojemal to, on bi bil tako, se lahko rodiš doma, kaj ti želiš, jaz sem pa tako, jaz sem lahko, se bom bolj varno počutila, če bom nekje, kjer ljudje lahko naredijo. Tako da to, ampak drugače pa on človek, ki se uči s tem, da dela. Tako da sem največjo uslugo samo naredila s tem, mislim, da se je naučil te stvari, je bilo to, da sem jaz šla, pa me ni bilo zraven. In nisem se vtikala v to in mu nisem vsega pripravila in nisem tako, tukaj imaš tole, danes imaš tole za kosil, jutra imaš tole za kosil, tlele imaš cunce po dnevih naštimane. Pač jaz sem šla smučati že 4 dni. In sem prišla nazaj in je bilo vse v redu. Tako da mislim, da to je največji del. To je definitivno tudi meni najbolj pomagala, da si je moja žena pustila iti. In jaz sem tudi na začetku, to čist na začetku je pač druga zgodba, kjer res otrok rab mamo 24/7, balka ne. To govorijo o prvih 3 mesecih, 4 mesecih. Pa sem bil pa jaz tisti, ki sem rekel, pejt na trening, pejt tja, pejt to, pejt s prijateljco, ni panike, ne bom jaz vzel. Se mi zdi, ta proaktivnost nekako, jaz sem pa tudi veliko študiral, podcaste predvsem, pa balka ne, neke članke, ki so me zanimali o takih zadevah od ljudi, ki so mi bili pač vzor kot očetje, in bolj je bilo ne to, da tvoja naloga že tudi ob rojstvu, pa že pred rojstvom je, da skrbiš za ženo, partnerko. Torej, kaj ona rabi, si na voljo. Sploh emocionalno, oziroma kako se reče,
torej ne toliko z materialnimi stvarmi, ampak tudi, da si ti dostopen za pogovore, da pač ima ona občutek, da je za njo poskrbljeno itd. Ja, ne, mama se ne more nikamor, mama se mora imeti nekam za nasloniti. Mama regulira čustva otroka in pol ji zmanjka za lastno samoregulacijo in pol se nasloni navzven. In kar je v bistvu v tem času, to sem se naučila pa od Asje Samec, ki je psihologinja in poporodna dula zdaj, ki pa pravi, problem je pa ta, očetje se pa ne smejo nazaj nasloniti na mamo, ker mama nima kapacitet. Se pravi, očetje se morajo v tem obdobju nasloniti ven. In iskati, ne vem, prijatelje in to, kjer pa pol naletimo na problem, da moški niso, spet bom govorila o tem, kako smo vdružbljeni, moški niso socializirani zato, da iščejo podporo. Moški niso socializirani zato, da pokličejo prijatelja, ki jim je bed. Ja, jaz sem eno stvar dojel in to sem tudi vsem svojim prijateljem, ki bojo še imeli otroke, skomuniciral, ker to sem tudi sam naredil. Pogovor se z enim drugim fotrom, pač pogovor se z očetom, ne te teorije, pa kako bo to z nekom, ki še mogoče nima otroka, pogovor se z nekom, ki je šel čez to, in ga vpraši vse, kar te zanima. Itak bo od vsakega izkušnja relativno drugačna, ampak še zmeraj, ja, veš, dal si neko namero, da želiš do nekih informacij prideti, ki drugače ne moreš. Najboljše informacije pa pridejo od ljudi, ki so prehodili pot, Ja. Mislim, odvisno, kakšno pot hočeš prehoditi. Tlej tudi odvisno. Zdaj se mi zdi, da se v očetovstvu res dogaja ful ena pomembna revolucija, ker zdaj, feminizem je prišel toliko daleč, zdaj ženske imamo neke pravice, lahko delamo neke stvari, ampak več kot toliko se pa ne more spremeniti, če ne bojo tudi očetje se začeli boriti za svojo pravico do skrbstvenih pač in obveznosti in privilegijev. Privilegijev, to me že se uporablja. To, da ti lahko si z otrokom, da imaš odnos s tem otrokom, to je nekaj, kar je novo zdaj. Očetje niso imeli odnosa z otroki do te generacije. Pač bili so ki so bili red in disciplina, bili so ki so prinašali cash domov, ampak niso imeli pa odnosa. In to ima dolgoročne posledice. To pomeni, da ti, ko si odrasel človek, pa pokličeš domov, pokličeš mamo. Ne pokličeš očeta. In pol, ker je danes veliko družin, ker ne ostanejo skupaj starši celo življenje. Pol mamo kličeš, mama ima nekoga, ki skrbi za njo, ko je stara, oče osamljen. Ja. In to je nekaj, kar se gradi od, kot si rekel, od 3 mesecev naprej, mislim, ali pa že od rojstva. Več to ni nekaj, kar začneš ti graditi, ko je otrok star, ne vem, kakorkoli, ko se odklop od joške, ali pa ko je star 7, ali pa ko ne vem kaj. To gradiš ves ta čas. In to je bil v bistvu moj glavni razlog, zakaj sem jaz hotela, da si midva deliva starševski dopust. Ker se mi je zdel pismo model, ti sploh ne veš, kaj zamujaš, ker zamujaš to vez z otrokom. In jo lahko imaš. Zato se meni zdi nevarno to, da se kao fotri grejo pogovarjati s fotri. Zato, ker če fotri ne živijo življenja, kakršnega bi si ti, ki je skladno s tvojimi vrednotami, ne boš dobil unih informacij, ki jih rabaš. Boš dobil, malej, se prva 3 leta ti itak nimaš kaj početi tam zraven, prva 3 leta itak mama, ne glede na to, kaj ti počneš. Pa ni res. Ja, ne greš po nasvete, da se bo razumela, greš po pogovor. Greš si odpirati možnosti, greš po informacije. In greš noter kot skeptik. Meni se zdi to zelo pomembno. Če hočeš biti stabilen v življenju, ne moreš kar verjeti vsega, kar ti reče. In se mi zdi, da skozi pogovor nekako tudi samo ugotoviš, kaj ti noter čutiš, da je prav, kaj je narobe, in kako bi to mogoče lahko ti naredil boljš, itd. So vse ena. Ampak bolj ne točno to, da nimaš občutka, da si izgubljen, in pa predvsem, da nimaš občutka, da se moraš odmikati, bežati, kakorkoli. Veš, kaj sem to pri sebi opazil, recimo, pa ne znam pojasniti, zakaj. Ampak zdaj le pred kratkim, recimo, ta mala je stara 1,5 let in moja žena gre zdaj na koncert v Kebenhavn, za 4 dni. In fulko, kaj bo, pa se šel k babici, pa sem tako, vem, da imam to možnost. In vem, da velikrat, ko pomislim na to, kaj bom v tem obdobju delal, je to pač primarno. Jaz bom šel tja, ona bo itak lahko zdaj za njo malo bolj skrbela, jaz bom delal itd. In pol je tukaj ena druga stran mene, ki je pa tako. Prijatelji so nas povabili, da prijemo do njih, ko grejo en hotel dol v Umag ali Poreč. In sem jaz tako, jaz bom tam malo po pokoju in bova šla sama. Istočasno v meni tako, zakaj bi se to naredil? Zakaj bi se to naredil? Ker
Tebi si ni treba tega narediti, ne? To je tudi ena razlika med moškimi pa ženskami, Ja. med mami pa očeti. No, evo, ja. Očetje se morajo odločiti biti fotri. Ja. Ne rabijo se. Ja. Noben ne bo čuden gledal, če jo boš babici dostavil. Če bi jaz, ko moj partner gre za 4 dni na službeno pot, pa bi jaz rekla, ajd mami, čao, a ne? Slaba mama. Pa naredim to tudi kdaj. Ja. Pač jaz sem tudi kdaj tako, mami žige ni, a lahko pridejo, ne vem, 2 k tebi prespat Ja. za en dan ali pa nekaj, a ne? Si zrihtam ta support. Ampak pač to, kakšen je pa odziv družbe na to. Od tebe vsi pričakujejo, da jih boš pelil k babici. Od mene pa pričakujejo, da bom zrihtala stvari. A ne? Ti se moraš, fotri se morajo odločiti biti fotri. Ženske se pa morajo odločiti ne biti mame za 4 dni, kdaj pa kdaj. A ne? Kao. Ampak to naleti na čist drugačen odziv družbe. A ne? Ja. In meni se zdi ful pomembno, da se očetje začnejo odločati biti očetje, ker to bo imelo take družbene posledice. A veš, že sam, mislim, tudi ekonomsko konc koncev. To, da so ženske na delovnih mestih diskriminirane, zaradi tega, ker pač, če si mlada ženska, boš itak imela otroke in pa boš skozi na bolniški in vse te stvari, a ne? To je nekaj, kar je trenutno zaznano kot, ja, pač to tako je in It's only business, ne? it's only business, pač ne morem, ne? Ampak če bo pa nenadoma enako verjetno, da ti bo 30-letni tip pobegnil za 4 mesece, 5 mesecev in let na starševski, kot pa da ti bo ženska, pa te diskriminacije ne bo več. A ne? Ker ženska je diskriminirana, ne glede na to, bo pol imela otroke ali jih ne bo imela. Za vsak slučaj. Moški pa ne bo, ne glede na to, bo pol vzel starševski, ali ne, zaradi tega, ker noben tega ne pričakuje. Če bo pa to dvoje dejansko se udejanjilo, koliko pri nas je v zakonodaji zapisan, a ne, ti imaš materinski dopust, pa imaš pa pol starševskega oče, pol starševskega mama. A ne? In če ti nisi bil na nobenem delu starševskega, si moral svoji ženi predati del starševskega. In to je zakonodaja, ker pri nas veljavna že pač ne vem koliko, 20 let. Ja. Koristi pa starševski dopust, mislim, da 0,09% očetov. No, evo ti. A ne? Pač, mogoče, ne vem, Ja, zanimivo. zelo mala, ne? Zanimivo je, kako se tudi ta panoga razvija. Pa me veseli, da naj je potegnilo njo čistko spontano. Ali? Pač, jaz imam res feeling, da je to tista naslednji korak revolucije in v ekonomskem in v družinskem življenju. Je vloga moškega in vloga očeta v tem življenju, ker se spreminja. Službe se bojo mogle spremeniti. A veš, če boš ti nenadoma imel možnost, da ti ljudje zginejo za 6 mesecev, ne za 1 let, za 1 let dobiš nadomestilo. Zdaj boš šli za 6 mesecev on, pa za 6 mesecev ona, recimo, teoretično. To ima čist druge potrebe ima pol firma. Ker za 6 mesecev je težko dobiti nekoga, ki te pride nadomeščati. Ali pa za 4, ali pa za 2. Ja, ne? Ja. Tako da cel kup enih stvari, ki trenutno niso bile problem, zato ker pač očetje se niso borili za svojo pravico biti očetje. Bo zdaj, če se začne to dogajati, in jaz mislim, da se, da se začenja to dogajati, bo začeli se pojavljati neki novi problemi, ki jih do zdaj gospodarstvo ni imelo. Ja, sigurno. Ker je pač temeljilo ker je obesilo se na to, da uspešni moški imajo doma žene, ki skrbijo za otroke, Ja. a ne? Ženske pa pač. Ja. O tem se je zelo dobro pogovarjati tudi, a ne. Jaz sem z mojo ženo bil vedno zelo odprt glede tega in sem rekel, da je privilegij to, da ima možnost pač biti doma, brez da rab karkoli delati, a ne. Ampak v trenutku, ko ona začuti nek klic, da bi rada nekaj delala, mora to meni povedati, bomo najdla način, kako bo to mogoče, a ne. Ker kar si jaz želim, je doma imeti nekoga, ki je zadovoljen sam s sabo. In če nekdo je konstantno pod tem pritiskom ali pa pod neko moram, a ne, zato mi ni mogoče delati drugih stvari, to ne pripelje nikamor, kjer je lepo, a ne. In se mi zdi, da kjer se je naredila največja medgeneracijska razlika, je to, da smo se začeli pogovarjati. A ne. To, da je dovoljeno biti šibek, to, da je dovoljeno biti ranljiv, tudi kot moški, da je dovoljeno ženski pač tudi povedati, kaj bo, kako se bo doma dogajalo in da lahko tudi ona pove, da se ne strinja nekaj. Ne, ne da je samo jaz to delam v družbi, ti to delaš v družbi in tako je. Zato, ker je včasih to delovala, ne. Razvijamo se. Ja. In ja, treba je potipati pole,
pa najdete nek kompromis, ki je dober tudi za družbo, pa predvsem prihodne generacije. Ker mogoče ti bo prinesel dodatne probleme v gospodarstvu, rešil ti bo pa nešteto problemov v psihološkem vidiku, kako bojo te otroci, kako postavljene osebe bojo. Ja, pa ne samo otroci, moški, razumeš? Moški, ki bodo sposobni skrbeti ne samo za otroke, ampak sami zase. Ker današnji moški, ki so stari, grejo v dom takoj, ko jim žene umrejo. Zakaj? Zato, ker ne znajo stroje priklopiti, pa ker si ne znajo skuhati. Če pa bo in to so tudi te stvari, ki pač so bile včasih samoumevne. Pač jaz sem iz bolnice, ki so bile moje cimre v bolnišnici, so hodile domov za vikende svojim možem prat pa kuhati. In je bilo tako, joj, kar bogi revaš, jaz sam zdaj cel teden. Jaz mu moram iti prat pa skuhati. Pa je tako, polnoletni ljudje so. Ampak to je nekaj, kar je dejanski, mislim, problem tudi v tem, recimo, prepoved moškim na ranljivost, prepoved na to, da imajo tesne odnose, na čustva. To so stvari, ki imajo realne posledice v našem svetu na psihično zdravje moških, na to, koliko samomorov naredijo moški, ki jih naredijo veliko več kot ženske, na osamljenost moških, na to, da je veliko več alkoholizma med moškimi kot med ženskami. Zakaj? Zaradi tega, ker nimajo dovoljenja za neke zdrave načine spoprijemanja s čustveno stisko, ki je naslonce na drugo osebo, ki je imeti stabilne odnose z bližnjimi, ki je imeti, ne vem, družinski krog, na katerega se lahko naslonaš, neko skupnost. Ja. In to je pač, in to že s tem, da moški ustvarjajo odnos s svojim otrokom, se mi zdi, da je večini se tle majčken lahko nekaj odpre. Sigurno. Ker je veliko težji odpirati se v odnosu prvič do drugega moškega. Itak je toliko prepovedi na to, da pa slučajno ne bi kdo kaj mislil, pa karkoli, a ne, je še vedno družbeno gledano se moški veliko manj bližine izkazujejo kot pa ženske med sabo, tudi v prijateljstvih. Moški se ne smejo dotikati med sabo v prijateljstvih, ženske se lahko. Ja, se mi zdi, da to se konkretno spreminja. Vsaj skozi moj filter, ker sem sam tudi največji napredek na ta način naredil, da sem si najdel družbo moških, kjer se je drugače pogovarjali, pa ni bilo prcanja itd. Pa tega tok, ampak so bili resni pogovori, in se mi zdi, da to so ljudje, s katerimi jaz borilne veščine treniram, s katerimi gremo skupaj v mrzlovodo, s katerimi pač delamo stvari, ki so tudi pač moške, ampak istočasno lahko pa vzamemo vse otroke sama in jih mava. Znava tudi za to poskrbeti, zdaj imam enega v glavi, ampak in se pogovarjati v globini, in se pogovarjati o tem, kako se hoče fotru še zmer dokazvati. In ni to, veš, pa malo, čisto iz nekega tazga, jaz sem gledal tem poslušal, rabiš mi glumiti tukaj zdaj gorile, ampak pač povej. Ne bom jaz zdaj zaradi tega mislil, da si šibkejši, kakorkoli. In kle se pa nove stvari. Ja. In je privilegij, tako kot si prej omenila to besedo, zato mi je všeč. Privilegij je vedeti, da živimo v času, kjer dejansko lahko ko-kreiramo skupnost. Ni tako, kot so rekli, da je. Tako da ja. Ja, in lahko se odločamo drugače. In pač jaz res mislim, da je recimo ta del, da moški prevzemajo večji del skrbstvenega dela doma, ima totalno dolgoročne posledice, že samo zaradi tega, ker če se moški nauči vzpostavljati odnos s svojim otrokom na drugačen način, ne samo, da je to dobro za otroka, to je dobro za tega fotra. Zaradi tega, ker je vsaj tako, ko jaz gledam svojega partnerja, kaj tudi tako s čustvi je, a ne, ni glih, da bi kaj ful blazno čustev nekih kazal. In edini, kar res pride do njega, so ta male. Tam pa se razneš. Tam pa je, pa še to ne glihuno do te mere, ki gledaš te fatre zdaj, ki se jokajo, kad dobijo dojenčka, on ni bil. On je bil gladko tako, a to bo skozi taka. Kako je grda. Pač tako res modelno. Zato, ker še ni imel odnosa. Ampak zdaj, ki pa zaznava to, da ga imajo rade, zdaj, ki je zaznal, da če je dolg časa sam z njimi, nenadoma ni več kazen, da jih da oči spat. Nenadoma ta mala njega kliče. Ona je ta prva, ki tudi njega pokliče po noč. Ki tudi njega izbere. Ja, zakaj? Zato, ker je bil 2-3 mesece z njo sam na starševskem. Pač tako. In to ni nekaj, kar se sama od sebe zgodi. To je nekaj, kar se zgodi, če preživljaš čas z otrokom. Proaktivnost.
Pač moraš biti zraven. Ja. Moraš biti zraven. Ja. Pač 8 ur v plusu je tisti, ki je sam z otrokom na starševskem. Ja, ogromno ti da. Tudi, ko se vrneš pol v delovno okolje, meni je drugačno. Ja, treba je popkovino prerezati prvo pri mamici, sploh za moške. Veš, meni je dolg časa jaz sem edinc, in ona je meni dolg časa prala, pomivala, jaz sem krožnik sam prenesel, to je bilo tam do 22, 23 leta, sem jaz bil doma pač. Po sem spoznal takrat punco, in sva se skupaj preselila in jaz sem videl, da... ona prala naprej. Ne, to je bila fora. Ne, to je bila po moja levinja. Ne bo šlo tako. Kaj s tabo? Kaj puščaš tumfe na tleh? In mi je bilo ful težko, pač triggeri so bili totalni, veš, kva ti meni zdaj težiš kle, pač posprav ti, a veš, kva mi govoriš to? Ustrajala. In jaz sem se mogel naučiti dati pred. Jaz sem se mogel naučiti pač, dobro, ajde, posodo sem nekako pomil, ker sem kelnaril, pa to, mi ni bilo panike. Kam gre odsune, kako se to zloži, zakaj ima ona to tako, veš, in to je pol 5-6 let kasneje. Jaz zdaj pridem domov, jaz sem lahko sam, jaz bom znov pospravil, znov uno, znov tretje, znov četrto, In ja, definitivno, če jaz ne bi bil sposoben prerezati popkovine, ker moja mami je pa, kar se tega tiče, ona bi sam skrbela za druge, in to je ful lepo. Ampak problem je, da ti to nezavedno izkoriščaš. In veš, se moraš sam odločiti ti kot fant, kot moški, lej dovolj je. Jaz moram zase poskrbeti in kar se pol še lep zgodi, ker dobiš otroka, pa zdaj za nekoga drugega ti skrbiš. In ja, je težko kdaj previjati, ampak ni zares težko. Mogoče greš prvič čez to, pa ti je malo težje, ampak moraš ustrajati, moraš iti čez to. Ker je privilegij pol priti ven, pa reči, pismo dobro se počutim s tem, da ima tudi moja žena prosti čas, da moja ta mala lahko pride k meni, me pokliče zdaj tati faza, in to je nekaj najlepšega. In jaz vem, da pač mi ni to več težko, ker sem ratu boljši. Pa tudi, če je težko, sej, veš, sej mamic, nobeno vpraša je težko, pač narediti moraš, To je tisti hec, da biti starš, mislim, zdaj je ful velikenih teh raziskav, ki hodijo ven, ki govorijo o tem, da so starši manj srečni od ljudi, ki niso starši. Pač tako karkoli meraš v zvezi z zadovoljstvom življenjem, pač ljudje, ki nimajo otrok v povprečju, so bolj zadovoljni življenjem kot ljudje, ki imajo otroke. Kar tako, če te vprašajo day to day, mislim, valjda, da bi bil tvoj life bolj po tvojih merilih. Nerealno je na to pomisliti. Če ne bi imel otrok. Pač, valjda, da bi lahko delal, kar bi hotel, kadar bi se spomnil, bi lahko šel početi točno to, kar ti pade na pamet. Pa če zdaj pomisliš, kdaj si nazadnje naredil nekaj spontano, zato, ker ti je lih zapasa. Mislim... Veš, kaj se je meni to videl na avionu, ko smo šli na Tajsko, ne? Ja, zdaj ste bili, ne? Ja, a veš, stari, ko smo malo falili timing z letom tja, in nismo imeli nočnega leta. Bila je že noč, ampak po naši uri ni bila noč, In 8 ur aktivno spremljati toddlerja, starega 1 let pa 3 mesece, ki ti vse pove, pa ne ve, kva govori, pa vse rab, pa ti ne zna povedati, kaj točno. Pozornost imeti konstantno kle, stari. Jaz pa Ana sva bila na koncu tako stari, a lahko, prosim, nekaj se zgodi. Pristanemo za spi. Veš, in kle je bilo poluno, ko sem si rekel, stari, kva sem jaz takrat razmišljal, ko mi je bilo dolg čas na letalu, 8 ur, ko sem mogel rešvati sudokuje, pa gledati filme, kdaj bo že ta let mim. Kva bi dal v tistem trenutku, da ona zaspi za 1 uro, pa 2, da jaz lahko en sudoku rešim, pa nekaj pogledam film. Mal dam fokus stran od tega, kle se mi zdi, da je ker najbolj občutiš razliko. Da moraš ti pozornost konstantno imeti na temu človečku. Ne takrat, ko ti misliš, pa rečeš, zdaj pa dost, zdaj pa nam imel več. Hvala Bogu, sva za to 2. Lahko ti daš malo drugmu, pa si malo zmenaš. To je pa ta razlika med tem, ko imaš enega otroka, pa med tem, ko imaš več kot enega otroka. Vse to, Ko imaš več kot enega otroka, to je tista ključna razlika, se meni zdi. Pač, dokler imaš enega otroka, ko daš enega ta drugmu, je ta prvi frej. Če dam jaz svojega otroka tep, sem jaz frej. Če imaš pa ti 2 otroka, pa se pa običajno naredi ta. Oči vzame ta starejšega, mame vzame ta mlajšega. Kar proti čemur sem se jaz blazno borila. Ker sem pač
Za dojenčka skrbeti je ful enosmerno. Dojenček ne daje nazaj, toddler daje nazaj. Toddler ti že reče, danes mi je moja 2-letna hčerkica prvič rekla, mamica, kaj že rekla? Meta lada mamico, je rekla. Meta lada mamico. In je, toddler daje nazaj. Mejhen dojenček, novorojenček, pismo sam jemlje. To pač parazitski so. Ja. Samo drž me pri življenju. Sam drž me pri življenju in če mi karkoli ni prav, ti bom naredil tvoj life hell. Pač. In ta delitev, ki pol kao oči odpeljejo ta starejšega, zato da bo mamica imela mir s tem malim. Pojdi nekam, lahko grem jaz starejšo na igrišče, pa si ti doma s dojenčkom. In pol sploh pri nami, ko so bili pa 3, on odpeljal ta starejši 2, to je valjda več dela, ko imaš 2, ko pa enega dojenčka. Jaz sem tako, prosim, jaz vzamem ta starejši 2, pa neki karkoli že, pa mej ti ta malo. In ful dolg časa ni šlo skosno. Sorry, neki me praska. Ja, upam, da luftamo, ne? Luftamo. Jaz imam v planu iti s 3 otroki na avion drug teden. Ne, ni, čutim, da me neki praska. Po moje se mi neki zahakljal gledano. Ampak evo, fajtam. Spij malo vode. Ni, drugače sem v redu, sem zdrav. Ker če zbolim drug teden, ti bom zamerila. Pač tako. It's not me, vse drugače pa ful dolga, ta miza pa strankaš. Pa je dosti velik prostor. Ja, res. Ajde. Pa luftamo. Luftamo, the best. S čim se trenutno ukvarjaš? Trenutno se največ ukvarjam v bistvu z vzpostavljanjem zdaj svojega biznisa na frišno. Jaz sem psihologinja, delam v organizacijah že pač celo svojo kariero, ampak do zdaj sem bila vedno zaposlena v nekih consulting firmah. Delam leadership development večinoma, razvijam vodje, pa predvsem s pogumom v organizacijah se ukvarjam s tem, kaj pač rabijo, kaj vse rabimo za to, da si upamo narediti to, kar konec koncev od nas, mislim, in od nas terja ta bizaren svet, ki se toliko spreminja, in tudi, kaj nas dela cele na delovnem mestu. Tako da zdaj sem pa v bistvu od glih prejšnjega meseca zaposlena v svojem podjetju. Bravo. Ja. Tudi zaenkrat še kar gre, ampak sem pa trenutno v tem nekem, vendarle mi do zdaj ni bilo treba aktivno se ukvarjati s prodajo ali pa s čimrkoli tem, tako da zdaj sem v tem malo, da iščem na kakšen način v bistvu pridobiti stranke. Imela sem, vedno rečem, da sem imela srečo, ampak realno se ni sreča, se je že pač 15, skoraj, dobrih 10 let, recimo, aktivno delam na tem, da sem dobra v tem, kar delam. Pač ni naključje to, da me zdaj kdaj kdo najde ali pa poklika na LinkedIn ali pa kakorkoli. Ampak ja, imam pa občutek, da imam zdaj eno tako veliko domačo nalogo za narediti. Tako, vzpostaviti spletno stran, vzpostaviti konkretno ponudbo. Zdaj, kar se mi dogaja, je, dobim od tle povpraševanje, pa od tle pa sem pač reaktivna. Zdaj pa se mi zdi, da je ta trenutek, ko moram biti tako, pač, dati jaz nekaj vanno. S kom pa si želiš delati? Najbolj v bistvu si želim delati z organizacijami, ki so rastoče organizacije, ki so, recimo s takimi, ki so se glih preselili, to mi je zdaj rekel en kolega metaforo, ki so se glih preselili iz kombija v avtobus. A se pravi z organizacijami, ki glih morajo začeti vzpostavljati nov nivo vodij, ker kaj se tam začne dogajati, Dokler je organizacija majhna, dokler imaš ti firmo majhno, ki so 4, 5, 6, 7, je vse jasen, pa vsi so zbrani okrog founderja in vsi so navdušeni in founder jih navdušuje in imajo to vizijo in vsi so zraven in the best. Pol pa valjda rata preveč in moraš začeti zaposluješ in ugotoviš, mi rabimo nekoga, ki bo vodil te ljudi in pol narediš nov nivo vodi. In v trenutku, ko to narediš, nimajo več vsi stalnega dostopa do vira energije, ki je founder. Do vira navdiha in energije in vizije in vrednot in vsega, ki je founder in ta core team. In to, kar si jaz v bistvu želim, je nekako te firme v tej fazi ujeti, zato da vzpostavijo ta nivo vodenja na način, ki omogoča še vsem ta pretok vizije, vrednot, ki omogoča, da v bistvu
se s tem, da se začne ustvarjati hierarhija, ne zgubi življenje. No, tako. Ne zgubi ta odnos, to, kar je pomembno, vrednote, integriteta firme. Tako, to je tisto, kjer bi jih rada ujela. Hudo. Ja. Se pravi, v bistvu narediti leadership kot nekaj nalezljivega oziroma kot DNK firme, ki je lih toliko pomemben kot prodaja. Ja. Ker je, ne? Ja, se strinjam. Zato, ker kaj se zgodi v teh firmah, ne? Sploh recimo v kakšnih teh, ki zdaj najhitreje rastejo, so razne neke IT, zadevice. Ali pa kaj se zgodi? Ja. Ja, kaj se zgodi? Zgodi se to, da ti vrhunske strokovnjake, ki so bili izjemni na svojem področju in so ful dobro, ne vem, programirali ali pa karkoli, pol pa, ker so najboljši na svojem področju, jih narediš za šefe in jim daš za voditi ljudi. A znajo oni voditi ljudi? Ja, ne znajo. Zgubil si odličnega strokovnjaka in dobil za nič šefa. Druga igra, ja. Pač čist druge veščine rabiš za to. Valjda pa nimajo te organizacije možnosti, ne moš pa ti nekih menedžerjev najemati za ta middle management. Pač nima niti smisla, ker so ful upeti v strokovno delo tudi. Ja. Kar pomeni, da morajo graditi to, čemu rečemo, ne vem, pač veščine nekega dela z ljudmi, nek people skills. Čas so rekli soft skills, a meni je ta izraz tako pismorasno, a res, kaj točen je soft na tem, da se greš pogovarjati z nekom. Pa kaj soft na integriteti? Ja, pač na pogumu, na tem, da izpostaviš, da daš neprijetno povratno informacijo človeku, ki ne dela tako, kot bi mogel delati. Ja. Kaj od tega, res, daj povej mi, kaj od tega je soft, daj nekaj. Klemen, Gary Vee zelo pomagal. Gary Vee si kdaj spremljala, Gary Vaynerchuk. No, on ima tudi knjigo 12.5, kjer v bistvu govori o 12 in polovička na koncu je onda vrednotah, s katerimi ti lahko usvojiš neke te znotraj vodstvenih sposobnosti, kjer so za njega najbolj pomembne. Imaš pol od prijaznosti, oziroma on reče kind candor, torej, da si ti sposoben iskrenost komunicirati s prijaznim načinom, zavedanjem, da je na drugi strani človek, take zadeve. Tako da klem je bil on ful všeč, Simon Sinek, njega zihar pač poznaš, se to ste ga vsi naštudirali, ker se z leadershipom ukvarjate. Hvala Bogu, ker meni se zdi, da on pač je nekaj toliko dobrega za svet, oziroma za ta področje, da je to naredil nekako kul, pa znal pripeljati tudi do mene v tistem trenutku, ko še nisem bil čist vodja, sem pa k temu stremel. Ker v prejšnjem podjetju, kjer sem jaz delal, sem imel tudi v neki točki 50 ljudi pod sabo. Začel sem pa z nule. In sam v bistvu nekako ustvaril pol te oddelke in takrat smo tudi delali, verjetno je to zdaj tvoje bivše delovno mesto, sem videl Itogrow. Z Borutom smo mi delali, kralj. In od tega sem jaz ful odnesel, predvsem zaradi tega, ker sem kot vodja mogel najprej sebe analizirati, videti svoje talente, da sem sploh razumel pol, da so drugi ljudje drugačni od mene in po čem se razlikujemo. In kar mi je najbolj ostalo v spominu, je kako so se moji neki surovi talenti, ki jih zdaj pač občudujem pri sebi, kako so bili včasih to neki taki mini destruktivni elementi mojega vodenja, manipulacija, take zadeve, dokler nisem jaz zgradil okoli tega neki več, so me mogoče malo bolj kaj ne ovirali. Kaj sem pa ugotovil, da so to samo neizpiljeni talenti, mi je dal pa fulene lepe pozitivne oziroma optimizma, da iz tega lahko naredim nekaj lepega. Pa me zanima, s katerim področjem znotraj tega se ti najraješ ukvarjaš? Kaj ti tisto, ki ti zaigra srce, ko delaš z ljudmi? Jaz res ful iskreno verjamem, da so ljudje v jedru fajn ljudje. Da tako, kot si ti rekel, ti neki surovi talenti ali kaj, da to so vedno neki odzivi na situacijo, kjer se ne počutimo varno. Tako, ker če se ti počutiš dobro, pa se ti počutiš varno, bojo tvoji talenti prišli ven kot talenti, kot nekaj, kar doprinaša, kar lahko drugi ljudje cenijo. V trenutkih, ko si pa ti mal nisem ziher, kaj se točno dogaja, ne vem, a me oni jemljajo resno, ne vem, a sem dovolj dober vodja. V trenutku, ko se začnejo pa neki te dvomi, ko se začne pa ta nek del, da jaz moram, da imam občutek, da se moram braniti, ali pa dokazovati, ogroženost, ranljivost, neka takrat pa pridejo ven
različne oblike nekega nekonstruktivnega vedenja. Ne? In to, s čimer se jaz najrajši ukvarjam, je to, prvič, na kakšen način prepoznavati to, kako smo na različne načine nekonstruktivni takrat, ko smo reaktivni, takrat, ko se počutimo, pač ko je naša lastna vrednost pod vprašanjem. In kako v bistvu razvijati okolja, v katerih bomo lahko celi, v katerih bom lahko jaz, pač, ja, zdaj lahko gledamo na to skozi lečo talentov, a ne, tako, smo tam, skozi strengths, na Eat to Grow gledali ful, ali pa kot karkoli drugega. To je pač neka kategorizacija načinov vedenja, kako se vedemo. Ampak bistveno je, ko se počutimo mirno, zdravo, ok v svoji koži in nimam občutka, da moram dokazovati, da sem vredna, da sem relevantna, da sem pomembna, pa lahko prispevam največ. V trenutku, ko pa moram jaz začeti dokazovati, da je ok, da sem jaz tukaj, ko moram jaz začeti gledati čez ramo, a je men, a bom ok ali ne bom ok, a si zaslužim biti tukaj ali si ne zaslužim biti tukaj, kaj si ona misli o meni, kaj si on misli o meni, kaj si bo šef mislil o meni. V trenutku, ko sem pa tle, se pa moji možgani začnejo boriti. Pa grem v ta fight or flight, pa grem v to, da gledam ljudi okrog sebe ne kot zaveznike, ampak kot nasprotnike. In potem se moje vedenje lahko takole obrne in začnem uporabljati svoje talente, zato da dokažem, zato da premagam, zato da sem v premoči, zato da več. Zakaj se to po tvojih izkušnjah največkrat zgodi ljudem? Torej, da pridejo iz te faze, mogoče, ki so bili enkrat polni, celi, in pol kar naenkrat pride ta nesigurnost. Zakaj se to največkrat zgodi po tvojih izkušnjah? Kaj ne pride kar naenkrat, kaj pride iz družine. Kaj se tukaj zgodi? Mi imamo nekaj, kar recimo lahko imenuješ pogojna lastna vrednost. Jaz sem ok, če. Jaz sem ok, če sem popolna, jaz sem ok, če me imajo vsi radi, jaz sem ok, če pomagam drugim, če sem koristna, če ne delam napak. In v trenutku, ko se zgodi nekaj, ker je življenje, ker smo ljudje, ker se zgodi nekaj, kar ta moj pogoj, naredim napako. Mislim, da bom mogoče naredila napako. Nekdo me čudem pogleda. Skratka, gre za pogojno lastno vrednost. In takrat, ko se jaz se lahko ravnam po svojih vrednotah in izbiram svoje vedenje in izbiram, da ravnam skladno s svojimi najboljšimi talenti in vse to, dokler moja lastna vrednost ni pod vprašanjem. V trenutku, ko se jaz sprašujem, a sem jaz sploh ok človek ali nisem, vse sile, moji možgani, moje telo, vse sile so usmerjene v to, da dokažem, da sem ok. In pol to pomeni, in to pol počnemo na načine, ki zelo pogosto imajo neprijetne učinke, sploh za druge ljudi, ampak dolgoročno tudi za nas. Skratka, to se nam zgodi na področjih, kjer imamo te pogoje namontirane. Kje se pa namontirajo te pogoji? Pa smo nazaj v družini. Ja. A te zanima, zakaj si danes skle? Ja. A ti lahko preberem? No, daj. A ti lahko preberem tvoj LinkedIn zapis? Preber. Ne vem, koliko je že od tega, ko si ti to zapisala, ampak Darja je to najdla, mi je poslala in sva skupaj prebrala in sva bila tako ok v redu. Noro. Tako da bom kar začel malo daljši. Okay. Kakšno leto preprosto mine, kakšno je pa revolucionarno. Lansko leto ob tem času sem bila hospitalizirana v psihiatrični bolnišnici Begunje. Razlog? Popolna psihična in fizična izčrpanost. Diagnoza? Prilagoditvena motnja. Prilagoditev na kaj, vprašate? Nimam pojma. Na življenje. Tamkajšnja psihologinja mi je rekla: veste, če bi bili v službi, bi se temu reklo izgorelost. Ker pa ste na porodniški, pa skrbite za otroke, pa no, ste pač samo utrujeni. Psihiatrinja me je sprašvala, zakaj nisem dala otrok kam v varstvo, pa si vzela kaj časa zase. A dejte no, kar vsi se razbežijo. Me je nejeverno pogledala izpod čela. Ja, ko so otroci bolni, 3, en za drugim, in si podajajo viruse, in jaz bolna, ves čas, do te mere, da nam pediatrinja priporoči, da jih vzamem iz vrtca in imam vsaj 2 ali 3 mesece doma. In to naredim in ne pomaga.
res ni ravno vrste ljudi, ki bi se ponujali za varstvo. Ker sem na starševskem, partner ne more dobiti nege za otroke. Bi morali biti pa res že na pol mrtvi, da vam lahko napišem, da niste sposobni skrbeti za otroke, mi odkima moja osebna zdravnica. Poleg tega pa imam še strgano sprednjo križno vez in počen meniskus in zato precej oteženo gibanje. Čakam operacijo kolena, ki se v tistem trenutku sliši kot dopust. 3 dni bolnišnice, mogoče 4, komaj čakam. Operacije ne dočakam, ker me ujame prednovoletni COVID. Po tem COVIDu se ne poberem več. Komaj ostanem iz postelje, ob misli, da bo šel partner nazaj v službo in bom spet sama z otroki, me preplavi groza in me oblijajo solze. Ne morem. Ne zmorem 1 ure normalne aktivnosti. Popolnoma sem izčrpana, kot da se je moje telo preprosto pokvarilo. Na napotnico osebne zdravnice se z 29.12. zglasim na psihiatrični urgenci, kjer mi predlagajo hospitalizacijo na ženskem odprtem oddelku, da pridem k sebi. Moj partner, ker ne verjame, da gre zares, smeje me vpraša: kaj zdaj, te bodo zadržali, si dost nora? Ostanem. Prvih nekaj dni samo spim, prespim Silvestrovo, spim čez dan, spim po noči. Tuširam se, lase si umijem, berem, pišem in spim. Luksus. In končno me nihče ne rabi. Ostala sem skoraj 6 tednov. To je bil dovolj dober razlog, da ne morem skrbeti za otroke, tako da je moj partner vendarle lahko prevzel starševski in ostal doma. Kirurg me ni hotel operirati, ker je okrevanje prenaporno in je želel, da sem v dobri kondiciji. Moje telo je bilo popolnoma nefunkcionalno za karkoli koristnega. In od tod prva lekcija te izkušnje. Moja vrednost ni pogojena s tem, da sem koristna. Vredna in ljubljena sem tudi, ko ničesar ne dajem. Ko ne zmorem biti dobra delavka, ko ne zmorem biti dobra partnerka, ko ne zmorem biti dobra prijateljica, ko ne zmorem biti niti dobra mama. Da lahko samo sem. In to je okej. Revolucionarno, kaj? Upam, da kimate, ampak resnično, kako smo s tem, da samo smo. A zmoremo samo obstajati kdaj pa kdaj? Ali moramo biti ves čas produktivni? Moramo. Ali ta družba dopušča brezdelje? Ja. Kako je to slišati? Nisem že dolg, jaz še kar rada grem kdaj prebrati kaj nazaj, ker se sama sebi počasih zdaj bolj ful pametna. Ampak ena stvar, ki mi je ful dober, je, da sem, mislim, se že, ker sem to napisala, sem bila v ful drugačni koži. Se čuti. Ampak in še vedno sem, ne? In tudi to, koliko v bistvu je bilo enega odziva na to, pa koliko enih ljudi je začelo pristopati do mene, pa za koliko ljudi jaz zdaj vem, da so na antidepresivih. Pač. Tudi to mi je bilo v bistvu ful pomembno. No? Tako da zato sem se jaz tudi odločila, da hočem govoriti o tem, da ne bom nikoli zanikala tega, ne? Da ne želim, da je to na kakršenkoli način povezan z, ne vem, sramom ali pa pač, da je to zdaj treba skrivati ali karkoli, ker se mi res zdi tako, pač, obstaja pomoč. Pač, jaz sem probala vse druge oblike pomoči prej, ne? Prej sem me vprašal, kako sem jaz s tem, da mi pomagajo. Pač, jaz res, tle ni bil to problem. Jaz sem vse probala, vse sem prosila za pomoč, vse sem si zorganizirala. Tako, prijateljice so mi nosile hrano, ko so vedeli, da mi je bed. Pač, enkrat mi je mama od ene prijateljice prinesla narezano solato, ker jim je ostala prejšnji dan, ker je niso pojedali pri kosilu, pa je bilo tako, mami mi je rekla, če ti lahko prinese solato, ker ve, da ti je bed. Pa sem bila tako, prines mi solato. Pač, in to je bilo tako, koliko časa že jaz nisem jedla solate, zato ker jo je treba pač narezati in otrebati in pripraviti in ne vem kaj vse. Pač, in pa mi nekdo prinese narezano in otrebljeno solato, zato ker sem povedala, da pač da mi je too much. Tako da to mi je ful lepo, no. In vedeti, da sem zdaj čist drugje in da brez, če se to ne bi zgodilo, jaz mislim, da tudi midva ne bi bila več skupaj, če ne bi jaz šla takrat v bolnico. Mislim, ni šans, ker je pač res, ko imaš toliko malo energije, pa pač malo se nam je tudi life sesul takrat, ne? Prej sem ti rekla, da je
da sem hotela, da je bil moj pogoj, da grem na ta tretjo porodniško, ta, da si deliva starševski. Ja. Kaj je bilo pred vsem tem, preden so bile tam male tako bolne? Jaz sem že videla izhod. Jaz sem že videla, s te bova midva zamenjala, on bo šel na starševski, pol bo on doma in pred tem imam jaz dopust za koristiti, tako da bomo lahko skupaj nekaj časa. In bomo šli za en mesec nekam in se bomo vsi pozdravili. In bo da best, takrat še nisem vedela, da imam kolen, da imam skrižno vest trgano, vedela sem, da me malo boli, ampak tako. Sem tako, to je to. Itak sem bila zmenjena z delodajalcem, da pač bo, da bom prišla prej nazaj, Žiga je bil vse zmenjen, vse je bilo ok. In pol je bil ta resen udarec je bil ta, da je takrat njim malo zmanjkval keša. In po tem, ko 14 dni nisem prejela odgovora, če lahko dobim, jaz sem klicala na CSD, sem rekla, zdaj bi pa jaz začela, ne bi midva zamenjala, in oni so rekli, sam še soglasje delodajalca, pa lahko pa je vse zrihtala. In pol nisem dobila soglasja delodajalca in nisem pa mogla zamenjati. In jaz sploh vedela nisem, veš, meni so na CSD-ju rekli, ker sem se jaz to menila, so mi rekli, tu sem kakšen mesec prej, nam povejte, ni panike, zamenjamo, Nisem vedela, da valjda se mora delodajalec s tem strinjati. Njegov ne. Če ti zaprosiš za starševski, se delodajalec ne rab strinjati. Pač moraš iti. Mislim, lahko greš, to je tvoja pravica. Za prekin starševski se pa delodajalec mora strinjati. In moj se ni. In takrat se je meni tako edina luč na koncu tunela, ki sem jo videla, da se bomo pozdravili, da bomo šli za en mesec nekam na dopust skupaj, da bomo skupaj, da se spočijem, pa da grem bolj v službo, pa da delam še nekaj drugega in se to sesuje. In pol še ta kolen, ko sem šla, to je bila res, ko sem šla jaz slikat kolen, zato sem se nasmehala, se sliška dopust. Ko sem šla jaz slikat kolen, a veš, kako to zgleda magnetna resonanca, si bil kdaj na magnetni resonanci? Pač to vse brni, šumi, grozanje. Jaz sem zaspala noter. Pač to sem razjemena, da sem zaspala na magnetni resonanci. Sem tako, kdaj lahko pridem spet. In pol zaradi tega kolena bi pa lahko pol ostala, ker pač, če ne moreš hoditi, pol pa lahko, ampak pol pač je šlo, se sam. Domine so padle. Prej si omenila, da si že ogromno enega dela dala noter, se pravi v osebnostno rast. Ko si bila v tej situaciji, kaj dejansko ti je od vse une teorije in od vsega, kar si se naučila, prišlo prav? To, da sem vedela, to, da me ni bilo sram, pa to, da mi je bilo, da sem dejansko poiskala pomoč, da sem bila tako, probala sem se pogovarjati z Žigo, pa je bil on takrat tudi, on je pa vedel, da me čaka operacija, si tako, iz tleka gledaš, lahko izpade on ful kretena, in tudi meni se je takrat zdel tako, oh my god, kako ne vidiš. Ampak on je bil takrat tako, jaz vem, da bom itak, ko bo šla ti na operacijo, mogel prevzeti in jaz moram v službi te stvari zrihtati, ker zdaj nepričakovano se bo to zgodilo. Jaz moram te stvari pošlihtati. In on je hotel te stvari pošlihtati. Jaz sem bila pa cela živčna, zato ker se ta mala še dojila in ker pač se ni hotela nič drugega jesti, ne piti, ne flaške, ne nič. Jaz sem tako, mi dva morava to zrihtati, ker bom šla jaz na operacijo in kaj boš ti, pač 3 dni se bo otrok daril, on je bil tako, bože, nisem imel kapacitet s tem ukvarjati, In je bilo res, a veš, ful ene te napetosti in sem videla jaz, da pri njem ne moram dobiti pomoči. Da on trenutno nima teh kapacitet, da bi me lahko on podporil. Prijateljce, pač do neke mere ampak polka je bilo pa tako, so me pa začela spraševati, si ti depresivna ali nekaj, sem lahko, pista ne vem, mogoče sem, ampak realno, če bi jaz lahko šla za en teden nekam, po mojem ne bi bila več. Pač, če bi jaz lahko šla vsak dan laufat, po mojem ne bi bila več. Mislim, laufat, ne laufam, ampak na sprehod v gozd. Videla si, kaj treba videla narediti sem, kaj drugače. Moram narediti drugače, zato da bom ok. In ni šlo, zato sem šla pa k doktorici, ker sem bila tako, please napiš mi, da jaz nisem sposobna skrbeti za otroke, kao nam je pa rekla, pa res si morate vzeti malo časa zase, sem bila tako. Zato sem klep. Se sme klet na tem podcastu, pač tako. In pa mi je pa ona tudi rekla, dajte vi razmisliti, mogoče,
da bi ostali kar v bolnici. Se tam je luštam, veste, tam, kada si malo v hotelu. In jaz grem kaj na pač na ta prvi pregled, pač in tam na urgenci naredijo to anamnezo in tako. In meni gospa na koncu reče, neka mlajša je bila, ne vem sploh, če je že bila na, kako se že reče temu, no, skratka, neka mlada psihiatrinja. In je rekla, ja, da bi pa ona priporočila hospitalizacijo, ker glede na to, kaj ste mi povedali, ste probali. Vse stvari, ki jih lahko v svojem življenju probate, ste probali. Pač ni bilo dosti, ni pomagali. Ne moreš iti na dopust od otrok. Ja, itak. Pač to se ne da. In dejansko se fizično ni dal. Moji starši delajo, on ne sme biti doma, zamenjati staršev ga ne morva, pač fizično se ni dal, da bi on prevzel in da bi se jaz lahko spočila. In je bila tako, lejte, to je realno vaša edina možnost. Jaz sem bila tako, ja, to je moja edina možnost. Jaz sem bila tako, ok, kako pa to zgleda, pač je tako cela, tako kvazlih, ker sem prišla tle v to stavbo staro, pač fucking norišenco, gledam, res, to se mi zdi dobra opcija. In pol mi ona razloži, ja, veste, to je tako, pač zjutraj imate zajtrk, zjutraj imate malo jutranje telovadbe, pol imate zajtrk, pol imate kakšno skupino ali pa kaj, včasih je kakšna neka psihoterapevtska skupina, drugače pa delovna terapija skupina, kjer se malo pogovarjate o svojih ciljih za ta teden, pol greste lahko gor v delovno terapijo, ki je mimogrede najboljši prostor na svetu, pač prostor, v katerem imaš na voljo pač ali fitness, pa imaš pa vse arts and crafts supplies, kar si jih lahko zamisliš in ves čas na svetu. Pač, in pol imaš tisto odprt in pol greste lahko na kakšen sprehod, sicer tle okrog teh končkov, ki je pač ne smeš iti ven iz območja bolnišnice, ampak lahko greš na sprehod. In jaz sem tako, pa lahko pač karkoli že hočete, hrano, pa dobite kosilo, popoldne je še ena runda delovna terapija, če želite, pa pač zvečer je večerja, pa ob 10 morate oddati telefone, pa greste spat. In jaz tako, kje lahko podpišem, pač to je life, pač to zdaj rabim. To, kar si kar povedala, to jaz rabim zdaj v lifeu. Pač upam, da za en teden. Tako, jaz sem rešila s tem v mislih noter, en teden pa bom v redu. In kaj vmes pola, si čutila kakšno obžalovanje te odločitve, je prišla kakšna krivda, da te ni doma? Ne, mislim, krivda. Ful sem se probala res otepati te krivde. Res sem bila tako, jaz zdajle, če bi bila doma, ne bi mogla skrbeti za otroke tako, kot bi bilo treba. Zaupala si, da je to res še vedno to, kar... To je to, kar rabim in tudi moji otroci so imeli obseb ljudi. Oni niso bili sami. Itak, Pač moj partner je sposoben poskrbeti za moje otroke in jaz sem bila 100% prepričana, da so oni v njegovih rokah ok. Sicer je moja mama vsake dolgo časa prišla, pa je bila tako, joj, Katka, veš, da jim sploh ne da balzama na lase. Pa tako škarice za nohte so mi prinesli, zato ker jaz strižem nohte otrokom, pa sem tako model, en so pobrali vse ostre, jaz ne smem imeti steklenega deodoranta, pač to ni dopust, pač ne smem imeti škarice za nohte. Ste smatali. Zdaj smo pa zunaj pred bolnišnico, sem otrokom nohte postrigla. Ampak to so bili te poskusi, pa sem tako, mogla sem malo izklopiti ta del, da pač ne, otroci ne rabijo mame. Otroci rabijo obseb funkcionalnega, odraslega, ki jih ima rad in je sposoben za njih poskrbeti. In to jaz v tem trenutku nisem. Wow. Je pa moja mama, je pa moja tašča, je pa moj partner, so pa, ne vem, moji bratje, njihove tete, strici. Pač to pa so ljudje, ki so v tem trenutku sposobni za njih poskrbeti, ki jih imajo radi, a ne. Saj so mi vsak dan mi je nekdo jih pripeljal, pa jaz sem še vedno, moja ta mala se je nehala dojiti letos za 2. rojstni dan. Ona je preživela to, da sem bila jaz 2 meseca psihiatrični in da sem šla operirati kolen in se je še vedno dojila. In pač bila sem žalostna, pogrešala sem jih, kdaj, ne skozi, niti približno ne skozi.
Bilo mi je grozen za 1. januarja, ko pri nas praznujemo dedka Mraza, a ne, pri nas dedek Mraz smo darila, ne Božiček, a ne, pol je bilo to 1. januar, mene ni bilo doma, ker so one dobile darila. To mi je bilo recimo težko. Sploh, ker se še Žiga se ni javil tako izjutri, ker pač Handlet. ne, imaš pač 3 otroke za handlet. In to mi je bilo ful težko, takrat mi je bilo ful težko. Ampak drugače pa, jaz sem vsem prijateljem povedala, da sem tam in ful veliko ljudi me je prišlo obiskat, ker se nismo videli prej že 100 let, pa so pol prišli, pa so z mano delali kroge tam okrog unih koničkov po unem hribčku. Tako, res slikati sem začela. Pa sem prišla domov, sem si šla takoj kupiti akrilne barve, a miš, da sem kaj slikala takrat, pač nisem. Ampak takrat sem pa prvič v življenju slikala in sem naslikala 2 sliki, ki nam zdaj visita v stanovanju. In vem, da enkrat spet bom. Ampak tako, pač res ful sem veliko pisala, tako res sem imela občutek, to je to, kar naša družina rabi. Ne samo, kaj jaz rabim, kar moji otroci rabijo, kar konc koncev Žiga rab. Ker on ima zdaj čist drugačen odnos z otroki, kot ga je imel prej. Čist. Ja. Načeloma je zelo lep ta rek, ne, heroj svojega trpljenja, da v bistvu rataš, ne, se pravi, da nekako si eno izkušnjo, ki je bila zelo neprijetna, zelo mogoče malo temačna, si jo obrnila in jo zdaj vidiš kot najboljša stvar, kar se mi je naredila, ker zdaj predvidevam, drugače funkcioniraš. Mislim, niti ne, to res ni bilo tako, da, a veš, to se mi je zgodilo in zdaj sem drugačna. Ne, jaz sem pač objektivno gledano sem prišla v situacijo, kjer so zahteve okolja presegale moje kapacitete, ki sem jih takrat imela. In jaz sem preračunala, kam to pelje in se odločila. Jaz sem se odločila, da je za našo družino najboljš to, da jaz poskrbim zase v tem trenutku. Ja, in to bi naredila, če bi se mi to zgodilo 4 leta prej, bi to naredila takrat, in če bi se mi to zgodilo 2 let, bi to naredila takrat. Več ni bilo tako, da je zdaj ta izkušnja mene transformirala. Ja, razumem. A ne, ni tako, kot, dobila sem raka in zdaj so se postavile stvari na svoje mesto. Ne, stvari so bile že prej na svojem mestu in zato sem pravočasno poiskala pomoč, zato sem povedala, kaj rabim, zato sem se pogovarjala, zato sem si vzela to, kaj rabim, vsem povedala, kaj rabim, gradila svojo socialno mrežo, pač tako, res ni se sama od sebe to zgodil, pač jaz nisem bila žrtev te izkušnje. Ja. Jaz sem ostala za volanom. Jaz sem bila tako, tudi ko me je psihiatrina hotela praktično domov poslati, jaz sem šla totalno na živce, zato ker nisem imela tipične depresivne simptomatike. Jaz sem bila sam izčrpana, pa jezna. Jezna? Blazno jezna. Zato, ker me je prvič na šefa, drugič na Žigo, tretjič na svet, ki je urejen tako, da če je mama izčrpana in mora skrbeti za 3 otroke, da meni doktorica ne napiše, da pač bi lahko partner skrbel za te 3 otroke. Jezna na to, da zdaj, ko sem pa jaz v bolnici, pa nenadoma so pa vsi skočili, pa pomagali bogemu očiju, ko je stal sam z 3 otroki. Jezna na patriarhat, jezna na to, da ne glede na to, koliko ljudem sem povedala, da ne zmorem in kaj rabim, so mi vsi rekli, ja, boga. Žrtev, ne. Pa nič se ni zgodilo. Jaz sem pa tako, pizda ne, govorim ti to, zato ker ni okej. Šla sem k doktorici, zato ker rabim, povedala sem mi, kaj rabim. Napiš mi, da ne moram skrbeti za otroke. Ja, ne, tega pa res ne moram napisati. Okej, bom šla pa v bolnico. Ja. Tako da ful sem bila jezna. Jezna sem bila zato, ker me Žiga ni vzel resno, ker me ni, ker mi je bilo tako, kako lahko, če govoriš, da me imaš rad, ali pa vsaj nekoč si to rekel, se v tistem obdobju je bilo tudi tako pač, ker sta 2 človeka, ki se borita vsak za svoje trohe energije, ker sta 2 človeka izčrpana, pa na koncu, pizda, težko je biti prijazen drug z drugim. Težko je biti ful podporan in ne vem kaj. In razumem, on tudi ni imel kapacitet takrat me podpreti. Ampak tok
Tok sem bila jezna in pošel na psihiatrinja in meni skozi govorijo, ja pa sej, če bi pa, veste, to morate videti kot izraz ljubezni, če on kdaj na mest vas zloži posodo iz stroja. Pa sem tako, na mest mene? What the fuck? Pač. Na mest mene? Kva? A veš, tako, pa ne vem, jezna sem bila na to, da so vse te moje cimre na celem oddelku hodile, razen onih, ki so bile tako mlade, da še niso imele partnerjev, hodile domov partnerjem pred pa kuhat pa otrokom, pa ne vem kaj vse. Pač, pismo, prišla si v bolnico z enim razlogom, a res? Tako, na ta svet sem bila jezna, na to, da zdaj, da je to še vedno tako, da pač mama mora potrpeti. In da če si poišče pomoči, bodo še vedno govorili, ja veš, on jim sploh ne pere las z balzamom. A lahko, pač, a se lahko prosim ne ukvarjam z občutki krivde, zato ker imajo moji otroci zvozlane lase. Ja, wow. Tako da ful sem bila. Sam jeza je energija za spremembo. In kako si se z jezo soočila? Kaj si delala? Kaj ti je mogoče pomagal? Pač itak prvo to, da si priznala, da jeza je in da nekako zdaj mora ta emocija ven. Ta energija mora ven. Kako si jo ven spravila? Mislim, moraš vedeti, kaj je funkcija jeze. A ne? Jeza je energija za spremembo. Se pravi, kaj nam jeza pove? Jeza nam pove, moje vrednote so tukaj kršene, moje meje so nekdo prestopa moje meje, nekdo, ne vem, posega v mojo integriteto in jaz se borim za to integriteto. Seveda včasih je to zabloda, ne? Včasih sam mislim, da nekdo posega v mojo integriteto, pa v resnici, če damo moje pravice, pa tvoje pravice. Ja. Ali pa niso dobro skomunicirane med tema dvema osebama, pričakovanja v igri. Ampak jeza načeloma sporoča to, moje potrebe niso zadovoljene. Ja. Nekdo mi hoče, nekaj v tem sistemu ne deluje in jaz sem dovolj močna, da to spremenim. In to ni depresija. Depresivni odziv, žalosten odziv, za katerega so ženske ful bolj socializirane, je boga jaz, nihče mi ne pomaga in ta cankarijanska mati, ne vem kaj. Jaz sem pa tako, ne, jaz rabim pomoč, a lahko prosim ta sistem poskrbi za to, da to pomoč tudi dobim. In mi je dala ful moči za to, da sem vztrajala pri stvarih, ki vem, da jih rabam, da sem se borila za stvari, ki so mi pomembne, da sem lahko dala da sem tudi to zadevo konec koncev postavila v nek kulturni kontekst. Jaz nisem osamljen primer skurjene mamice. Ja, vse to sem hotel Nisem osamljen primer skurjene mamice. A lahko, prosim, ne patologiziramo moje jeze na sistem, ki onemogoča to, da je fucking mama na bolniški, če je na porodniški. Vsi ne omogoča, pa sem zvedela, da sistem tega ne omogoča. Moja prijateljica pravnica mi je povedala, ne, to zakonodajno gre skozi, samo zdravniki si ne upajo napisati. Zato, ker pač zavarovalnica se jim usede za vrat, pa mora pol dokazovati, da je res bila nesposobna skrbeti za otroke. Oh, shit. In konec koncev, kdaj je mama res nesposobna skrbeti za otroke? Koliko moram biti bolna? Koliko mora res prideti delč? Koliko delač mora priti, da lahko rečeš, ja, tale mamica si pa zasluži en teden počitka? Ja, po moje, kakšna res da skrb zleze ali pa da res neha govoriti, pa kaj tazga, nekaj res šokantnega. Ne? Kar pomaga, recimo, je diagnoza poporodne depresije, zato ker tudi pogosto škoduje otroku. Če ti začneš govoriti o tem, da imaš misli, obsesivne misli, da hočeš škodovati otroku, to običajno pomaga. Grozen. Pa fizične poškodbe, recimo, ko je bilo pač po operaciji kolena, če sem jaz 8 tednov na berglah, pol mi priznajo, da ne moram skrbeti za dojenčka. Ja. Kar se pa tiče nekih psihičnih... Za COVID. Ja. S COVIDom pa valjda lahko skrbiš za dojenčka. Mislim, odvisen, kakšen COVID imaš, ampak pismo, jaz sem imela tak COVID, da nisem mogla s postelje ostati. A se ti je ful ljudi javil po tem zapisu, ko si dala pač sebe, to svoje izkušnje ven? Ja. Ful, mislim, in na privat, in tudi tako pač je itak, ker se je tako malo razširil. Nekaj časa je bilo, pa se veš, kako je s temi zgodbicami. Ena zgodbica pride, pa mine. Ja, razumem, ampak tako, čisto iz tega vidika, ti si nekako odprla neko
neko rano, ki je bila, ampak jo noben ni znal na tak način predstaviti, da bi ljudje, ki smo good, ne vem, kako bi temu rekel, sploh, ki s tem nismo imeli izkušnje, a ne, rekli, wow, a to se dogaja, a ne. Ker tisti ljudje, ki so s tem mogoče imeli izkušnjo, a veš, pa je tak zelo tipičen primer, je ne jamrata, ne. A veš, kva, stisen, pej čez to. Stisen, sploh. Ja. Mislim, sploh za žensko nima kaj jamrati o materinstvu, ker to je blagoslov, bod srečna, 3 zdrave otroke imaš. To. Ej, neskončno sem hvaležna. Vsak dan znova se zahvalim za 3 relativno zdrave in preproste nosečnosti in 3 zdrave dojenčke in 3 lepe porode in 3 zdrave brihtne punce. Pač, ne mine dan, ker ne pomislim na to, kakšen privilegij je to. In v tem istem dnevu mi je lahko tumač to, da je mineva 4. teden, ker nisem naredila nič za službo, zaradi tega, ker pač je 14 dni najprej ena imela gripo, pol je 14 dni druga imela gripo, pol je 14 dni sem imela jaz gripo, pa malo se je to tako sestavilo in zdaj je 6 tednov mim in ja, se to, ja. Pač, a ne? Kar se nam je letos recimo februarja spet zgodilo, ampak je malo manj časa trajalo, a ne, malo je bilo bolj tako, malo kasneje v letu je bilo, pa je že, zdaj je pomlad, pa je že malo boljš, malo starejše so, a ne. Zdala ti pol odpoved? Kako si Dobila sem odpoved. Dobila si odpoved. Dobila sem odpoved. Bila sem na bolniški še, mislim, itak bi jo dala verjetno. Ja. Bila sem na bolniški še, pol sem se bala, da bom dobila odpoved, pa vedela sem, da me čaka operacija kolena. Tako da sem se bala, da če pridem nazaj v službo, za tako en teden, ker je operacija kolena, pa mi niso dali datuma natančnega, ampak so bili tako, vas pokličemo, ko bo luknja, stand by. In sem se bala, da bom prišla nazaj v službo, dobila odpoved, pol pa nimaš bolniške, ne? A veš? In mi je pol psihiatrinja v bistvu tako, ker sem vedela, da bo to zdaj v roku parih tednov, mi je pa v bistvu psihiatrinja bila zelo razumevajoča, tukaj pa mi je pač podaljšala bolniško, zato da sem šla iz ene bolniške v drugo. No. Ker drugače pa, ker to je, jaz sem bila pol na bolniški, se pravi 4 mesece zaradi tega, pol pa še skoraj pol leta, dobre 4 mesece zaradi kolena. Sem bila 8 mesecev na bolniški. In pol po tistem pa pač iz poslovnih razlogov sem dobila odpoved, pač so kakorkoli. Ampak itak mislim, da sem prišla pol v tem času do tega, da sem se bala, a sem sploh zmožna delati 8 ur na dan, vsaj takoj v štartu in še vedno, saj sem boljš, sam realno pa težko prenašam ful velike obremenitve, ful dolg časa, ne, me prej pobere, ne, ni to tako, kot je bilo prej. Ne vem, 8-urni workshop, ne vem, če ga še lahko spelam. Pač. In tako da sem si v bistvu tudi želela iti na svoje z tega stališča, da imam malo več kontrole nad svojim časom. No. Bravo, ja. Tako da tudi zdaj recimo, ko sem začela s tem, da si želim biti malo bolj aktivna v prodaji, ampak realno, zdaj v tem trenutku toliko, kar mi preleti, je točno toliko, kar zmorem. Ne zmorem niti pol urce več. Mislim, pač, če bo tako še naprej, ne? Ker ne, če me kdo posluša, pa hoče delati z mano, me komod pokliče. Ja, sej. Pač, ampak tako, nimam pa, če bi mi pa zdaj začel, ne vem, da bi imela pa 3 workshope na teden, vsak teden, pa nimam teh kapacitet fizično trenutno še, ne. Ja, mislim, super je, da se slišiš, da razumeš, kje so kapacitete, a ne, ker pač očitno ko nekaj tazga doživiš, kar si ti, pa marsikdo to doživlja, veš, mogoče kdo, ki zdaj to posluša, tako ja, pač ona govori točno to, kar se meni dogaja, ne. Privilegij je pač sprejemati svojo resnico, pa, a ne, predvsem ta, ne jamrati, sam nared, a ne, pa če hočeš nekaj narediti, se moraš matrati, a ne. A veš, pa sej po neki strani je to res, ampak a veš, kje je zdaj meja med jamranjem, pa naznanjevanjem oziroma ozaveščanje lastnih potreb, lastnih limitov, a ne. Veš, ta je taka, a ne. Prej si me vprašal, kaj se je zame spremenilo, zdaj sem se spomnila. Prvič v življenju sem odpovedala delavnico. Zdaj, ker sem imela gripo, ker se mi zdi, da tako do zdaj, res je sicer tudi, da sem bila vedno zaposlena, ampak do zdaj, kadar sem bila, je bilo
ok, včasih je bilo tako, da me je lahko kdo nadomeščal ali pa en del prevzel ali pa smo delali dvoje, pa je pol šel sam delati, ampak če sem bila pa sama, do zdaj še nisem nikoli odpovedala nečesa stranko. Za denar. Nikoli. Zdaj pa samo. Pa bi verjeten lahko, ne? Lahko bi se nažrla z lekadolčki, lahko bi pojedla 4 gesinčke. Zakaj se vprašaš pa? Pa sem bila tako, ne bom. Bravo. Tako da to pa je drugačno, da sem tako, pač ne bom več, ko sem šla, ne vem, par let nazaj, sem imela tako vnetje mehurja, da sem mislila, da bom umrla, pa sem klicala, pa sem bila tako, veste, ful sem slabo, pa sem bila tako, ne sej, zdravje na prvem mestu, ampak veste, prišli so iz 4 različnih držav, bojo tole, pa sem bila tako, ok, bom pojedla par painkillerjev, pa antibiotik, pa ajde, gremo. Pa če mi lahko zrihtate, da imam čaj, pa sem oddelala. Tega pa zdaj ne bi več naredila, recimo. Ne. Omenila si mi, da bi rada eno rekla o družini. Ne, veš kaj, v bistvu to, kar se mi zdi pomembno, ker sva govorila o tem, kam se, kako se to zgodi. Tudi to je, da so družine ful same zdaj. Ful je ta neka ta potreba, da moramo zdaj vse zrihtati sami. Da je ta neka individualizem družinski tudi. Zdaj, če ste si že naredili otroke, jih pa porihtajte. To je recimo nekaj, kar je skozi zgodovino, so vedno družine obstajale v skupnostih. Res je, da običajno ni bilo očetov zraven, v nekih teh prazgodovinskih ljudstvih ali pa tudi tam, kjer še vedno živijo bolj sonaravno, običajno očetje delajo ene stvari, mamice so pa skupaj pa z mladički. Zdaj recimo, ok, hočemo očete v to noter upeljati, ampak še vedno je pa neka to pričakovanje, da bo zdaj to eno partnerstvo zdržalo vse te pritiske in vse te potrebe in vse to in še sama bosta. Da ne moreš ti kar se nasloniti nekam ven ali pa skupaj z drugimi družinami. In se mi to zdi recimo tudi ena ful pomembna stvar tega, ker se pogovarjamo o tem, kako pride do ene take situacije, ki sem jo jaz doživela. Da sva midva sama s tem. Ja, thanks. Zdaj lahko. Da sva midva sama s tem, da je to najin problem. Zdaj so si naredila te 3 otroke. Zdaj te najini 3 otroci so pač najin problem. Kva sva se pa odločila med 3? Lahko bi imela enega, pa bi bil en frej takrat, kad daš prijatelj, partnerju. In se mi zdi, da je to nekaj, kar ful prizadane družine. To, da nimamo, ali pa ful redko, doživimo to neko skupnostno življenje, kjer se lahko malo nasloniš na druge ljudi. Kjer pač obstaja še z 1, 2, 3 družinami in polke imeti enega otroka doma je kar handful, skozi se moraš z njim ukvarjati. Če imaš pa ti 4 otroke, ni kaj dost večja zadeva, razen če jih moraš obleči pa dati spat ali pa če so bolni. Ampak načeloma pa, če se igrajo, en starš na 4 otroke ni take razlike, kot en starš na enega otroka. Je pa za starše od unih naslednjih 3 otrok velika razlika, če imajo enega otroka ali pa nič otrok. In če bi si mi lahko malo to porazdelili, veš, pa ne vem, enkrat kuha ena družina, enkrat kuha druga družina, enkrat ima en otrok, enkrat ima druge otroke. Kaj že on rek? It takes a village to raise a kid. It takes a village and we don't have one. It takes a village. In kaj se je zgodilo, tako skozi zgodovino? Včasih je bilo tako, it takes a village. Pol se je začela ta neka individualizacija, kjer pač mora ta par poskrbeti, ali pa recimo znotraj primarne družine se mora zgoditi ta skrb za otroke, pa recimo, da je še dopustno babice pa detke vkomponirati. Zdaj babice pa detki delajo še vedno, Pač večinoma so še v službi, tako da, ta del je mal bolj odpadel. Drug del je pa tudi ta, da so zdaj babice pa detki ljudje, ki ugotavljajo, da so celo življenje se žrtvovali za druge ljudi in so tudi malo tako, veš kva, zdaj bi pa jaz tudi nekaj zase. In tudi ni več samoumevno, da bodo iz občutka dolžnosti skrbeli za naše otroke. Tako da tudi v tem delu se mal ta individualizem kaže. Da nismo več povezani z dolžnostjo, ampak z izbiro. In nekateri babice pa detki se odločijo, da hočejo biti babice pa detki, nekateri se pa ne. Nekateri so pa tako,
jaz bi šla pa zdaj, nikoli v lifeu nisem šla na počitnice, ne vem kam, zdaj bom pa šla. Tudi na ta del se ne morejo nujno vsi nasloniti. Kaj se pol zgodi? Imaš ti to družino, ki je sama, hkrati se pa zgodi to, da nenadoma vemo, koliko enih potreb imajo otroci, za katere prej nismo vedeli. Mi zdaj vemo, da otrok rab ne vem kaj vse, pa da ga moraš biti njegov čustveni kontejner, pa mora ne vem kako vso zdravo hrano mora jesti, pa kolikrat na dan mu je treba zobe umiti, pa nitkat, pa ne vem kaj vse, pa če od prvega zobka naprej moraš nitkat. Pač ful enega znanja imamo o tem, kaj vse je treba narediti za otroke. Ker smo bili majhni, ni bilo. Danes se jaz počutim kot največji kriminalec, če dam otroku čokolado. Pač medtem, ko smo mi ga rasli, smo jedli, če smo šli s fotom na dopust, smo jedli 2 zadevi. Karbonaro pa testenine z drobtincami in cukrom. To je bil pač naš jedilnik. Pa čokolino za zajtrk pa za večerjo. Mislim, in nobenemu se to ni zdelo čuden. Danes, če nima moj otrok vsaj 4 obrokov zelenjave v dnevu, je to že, skratka, ful velike zahtev. Zanimivo. Na družino in na to, koliko ima otrok potreb. Potem so se namnožile tudi zahteve na partnerstvo. Ker včasih so ta partnerstva bila po občutku dolžnosti. Pač si stavil si se skupaj, ona je skrbela za otroka, on je prinesel denar domov. Tudi konec koncev to, da so zveze monogamne, je tudi v resnici relativno nov koncept, zaradi tega, ker včasih moški nikoli ni rabo biti monogamen v zvezi. Ženske so rabile biti zato, da se je vedeli, kam pašejo otroci, ampak moški pa ne. Moški niso nikoli, pač oni so doma seksali zato, ker so mogli otroke narediti. Za užitek so seksali druge. In to je bilo splošno družbeno sprejeto. Danes pa morava midva drugmu biti. To o tem Ester Perel ful lepo govori, če boš kdaj kaj gledal. Midva morava biti drugmu vrhunska ljubimca, super so starša, izvrstna tudi cimra, gospodinjstvo skupaj furat, včasih še poslovna partnerja, prijatelja najboljša, zaupnika, pač vse te stvari. In vse te stvari se mora dogajati zdaj znotraj tega enega odnosa staršev, ki v prvih parih letih otroka sta oba neprespana, pač premalo spita, nimata zadovoljenih osnovnih potreb in se nimata kam nasloniti. In se mi zdi tako čudež, pa še opcijo imamo vedno oditi, kar včasih ni bilo. In se mi zdi vedno bolj čudežno, da sploh kakšna družina preživi ta leta. Da pač partnerstvo obstane kljub vsem tem pritiskom. Se mi res ne zdi samoumevno. Ja. Mislim, zahteva veliko dela. Ampak kar se pa tiče teh pritiskov, kle se pa strinjam, si mi kar malo zavesla, koliko si dajemo nase, ker pogojujemo standarde našega življenja, zdaj z vsemi, kaj je dobro zate, to je dobro zate, to je dobro zate. Po eni strani se mi zdi to ful koristno, ker se mi zdi, da vmes te generacije 80, pa to je šlo malo preveč v dolžnost. Ja, pa tudi, posod se je kadil, recimo, tako na zdravje se ni veliko dali in zdaj pač te posledice vidimo, v tem zahodnjaškem stilu življenja, kjer je ogromno bolezni, ogromno enih bolezni, ki jih ne bi rabili biti. Čiš iz tega nekako konstantno izbiranja tega impulza po neki potrebi, ki ne obstaja. Recimo, zanimiva je ta z kajenja, da ti rataš odvisen od nečesa, česar ne rabiš, ker nikoli nisi rabo, kje se ta odvisnost pol v bistvu je pojavila. Tako da ja, se mi zdi, da generacije, ki za nami prihajajo, bojo malo filtra bolj delale kot mi, ker mi dejansko smo zdaj vse, kar je bilo zdravo in koristno, na svoje breme dali, in zdaj mi to predajamo naprej, ampak nek filter se bo sigurno zgodil, ker se vedno je. Bomo videli, kaj bo ostalo, kaj ne bo ostalo. Plus tehnologija, medicina, vse, kar se razvija, nekako pri tem malo pomagajo, pa navigirajo. Kjer je problem, je pa to, da včasih so se ljudje navigirali po tem, kar je vas poznala, torej to je tu nogor dol, zato ker smo to preizkusili in deluje. Danes pa po tem, kaj je rekel, kaj je ta rekel, kaj je influencer objavil, kaj je ta influencer objavil,
kar naenkrat rata trend in kar naenkrat cel svet to dela in pol čez en teden noben več to ne dela. Ne? Malo smo ratali taki... Pa tudi sami se odločamo, kdo Ja. je moja vas. A ne? Jaz zagotovo dobivam drugačen content na social media, kot ti. A ne? In imava tudi zato zelo različen koncept tega, kaj je dobro, kaj je zdravo, kaj je prav, kaj ni prav. A ne? Tako. In vas je pa pomenila ljudi, ki imajo različna mnenja, ki morajo soobstajati. A ne? In to je nekaj, kar se meni tudi v bistvu zdi zelo dragocena izkušnja. Kako lahko, prosim, gradimo vas sam na tem, da smo ljudje? Ker ti si človek, jaz sem človek. Pa mogoče, ne vem, se tebi Joe Rogan zdi totalen car, meni se zdi mogoče nevaren. A ne? Pač lahko imamo različne koncepte o enih specifičnih temah. Ampak ti si človek, jaz sem človek. A ne? In v kolikšni meri lahko gradimo svoje skupnosti okrog tega, da imamo neke človeške potrebe, ki so nam pa skupne. Vsi imamo potrebo, če imamo majhne otroke, imamo potrebo potem, da bi kdaj pa kdaj spali. Vsi imamo potrebo potem, da bi kdaj pa kdaj kaj dobrega pojedali, pa da nam tega ne bi bilo treba skuhati. Vsi imamo potrebo potem, da preživljamo kakovosten čas s svojimi otroki, kar je ful težko narediti, če si ves čas zmatra. In kako se lahko naslonimo en na drugega, zato da je to možno. Zaradi tega, ker, valjda jaz v tistem trenutku, tako kot je bil ta zapis, pač sem bila nekoristna. Jaz nisem imela kaj dati. Jaz nisem mogla ničesar dati nikomur. Ta mala je prišla enkrat na dan na Joško, to je bilo, enkrat na dan sem dojila, ampak to je bilo to, kar sem jaz dajala svetu takrat. Ne? Ampak nismo vsi hkrati v taki luknji. Enkrat si ti, enkrat sem jaz, enkrat je on. In takrat, ko sem jaz, jaz te lahko prinesem solato. Ne? In to, če bi malo več komunicirali, če se malo združujemo, če se malo naslanjamo en na drugega, tudi celemu svetu da dovoljenje. Pač zdaj vse moje prijateljice, ki so mene takrat podprle, imajo zdaj dovoljenje, da mene pokličejo, kadar je njim bed. In jim bom prinesla solato. Ali pa pač karkoli rabijo, šla na sprehod. Bod sprememba, ki jo hočeš videti. Ne? Tako bolj, ki mi o tem govoriš, bolj, ki te konstantno vleče v to tematiko, se mi zdi, da imaš ogromno kle zadati. Bolj me zanima, zakaj gradiš zdaj naslednje svoje podjetje okoli tega, kar si delala včasih? A kdaj razmišljaš o tej smeri, da bi mogoče ti bila ta, ki bo neko to skupnost omogočila, ki bo pač dala ljudem prostor, ki bo govorila o teh tematikah, ki bo, ne vem, imela podcast o teh zadevah? A veš, kaj mislim? Jaz delam dve stvari. Zdaj hkrati tudi sodelujem z eno prijateljico v tem družinskem centru. Zato sem tudi želela se vrniti nazaj na družine, kjer začenjava graditi ta del. Hkrati pa, in se mi zdi to ful pomembno, zdaj letos bomo organizirali družinski tabor, kjer je, mislim, ona ga organizira že 4. leto, jaz sem lani bila zraven pri organizaciji, pa sem pa pač imela kolen, pa nisem mogla iti. Ampak kjer lih te načine življenja hočemo preizkušati. Kako je, če pač gre 10 družin, ki se ne poznajo, in grede letos gre z nami tudi Mark Mavretič, ki je bil pri tebi na podcastu. Ja, ima tudi 2 otroka. Ja. Tako da, različne družinice, da se naberemo na kupčku in mal probamo tako živeti. En dan eni skuhajo, en dan eni poskrbijo za otroke in nekak cilj je, da ima vsak par vsaj enkrat čas, da gre na gozdni zmenek. No, me veseli. Pač, tako da to je recimo nekaj, kar počnemo. Želim si podpirati družine. Hkrati pa tega ne moramo ločiti od ekonomsko-gospodarskega sveta, v katerem obstajamo. In to, da te družine trenutno prvič nimajo keša, da bi si to financirale, ali pa vsaj bi mogla toliko malo za to računati, da pol jaz ne bi mogla v redu živeti, tako da je tle ta del. Drug del je pa ta, da še vedno mi preživimo tretjino življenja v službi. In to, kako preživimo čas v službi, vpliva na to. In če jaz lahko na delovnih mestih naredim razliko, da bodo ljudje v službi lahko bolj celi,
Da ne bodo rabili moški pol sebe zanikati zaradi tega, ker oni so deci, pa oni bojo, ampak si bodo lahko dali dovoljenje, da pa rečejo šefu, jaz pa grem na starševski. Če se lahko jaz v organizacijah naredim spremembo, da bo enako normalno, če ti pride moški povedati, da gre na starševski, ali pa če ti pride ženska to povedati, da bo enako sprejeto, če bo moški rekel, pismo, meni pa težko odpuščati, jaz pa cel dan že jokam, ko pomislim na to, da moram temu le povedati. Če bomo pripravljeni na delovnih mestih tudi imeti te težke, zahtevne, pogumne pogovore o teh temah, ki so ful pomembne, če bomo lahko tukaj celi in bomo lahko tukaj celi, šele takrat ima to lahko resničen učinek. Ker dokler pa mi vzgajamo ljudi, da bodo v družinah lahko celi, pol morajo pa, ko grejo v službo, pustiti pol sebe pred vrati. Nisi nič naredil. Ker dokler moraš ti iti v službo, poln teh oklepov in obramb, o katerih sva govorila prej na začetku. Jih, ko priješ domov, ne slečeš. Težko je, te oklepi so težki in se prelepijo. Ja, zanimiv mi je, ne vem, če si opazila, ampak prej sva bila na tem področju, poslovnem področju in si me ti peljala v družino, zdaj sva bila pa na tem družinskem področju in si me ti peljala v to drugo sfero. A ne, ti si v bistvu povezala zdaj to, tako da sam hotel sem na glas povedati. Zaradi tega, ker se meni zdi, da ima to, da poskušamo to ločati, je toliko nesmiselno. Jaz sem cel človek, jaz, ko pridem v službo, sem še vedno mama in ko pridem domov, sem še vedno psihologinja. In to, da se pretvarjamo, da to dvoje ni, da to, da sem jaz bila na materinskem, na starševskem dopustu, mene ni spremenil. Da jaz pridem v službo, pa se pretvarjam, da moj otrok doma ne joka cele noči. Da se od mene to pričakuje. Da moram jaz pustiti vse človeške dele sebe doma. To se ne da. Mi ne moramo iti v službo in biti v perfekcionistični in v oklepih in v obrambah in go-getterji in se ukvarjati sam s tem, kaj prinaša profit firmi in ne vem kaj vse, in pol iti domov in nenadoma so nam pa pomembni ljudje in ljubezen in odnosi. To ne gre. To ne gre. Mi smo celi tukaj in smo celi tam. In zato, ker se je od moških v službah in v družbi zahtevali, da so taki in taki, potem pridejo domov in so še vedno taki. Racionalni. Ja. Zato, ker pač ne smeš imeti čustev. Bog se usmil, kaj pa boš? Kako pa bo, če bo šef imel, ne? Ali pa ne vem, ženska pa ima menstruacijo, pa ne vem kaj, takoj slišiš kot ženska, moja pa imaš PMS, pa si tečna. Ne, imam PMS, kar pomeni, da veliko jasneje vidim, katere stvari niso okej. Mogoče malo manj jasno vidim, kere stvari so okej v tem trenutku, ampak če poslušaš žensko, ki je trenutno v fazi cikla, kjer je zelo občutljiva na stvari, ti bo veliko dobrega povedala, če je ne odmisliš. Tako te stvari, zato jaz pač res ne vidim teh stvari kot nepovezanih. Ja, pa se to, se te razumem, pa tudi zdaj si rekla nekaj hormonskega, na čemer res tako ni nekaj vpliva, pa če to se sprejme, na nek način. So pa pol tudi pač emocije žalosti ali pa ne vem, heartbreak recimo. Največjo razliko, ki sem jaz pri človeku opazil, tudi pri sebi, je bilo z ljubeznijo. Torej, ti imaš lahko vrhunskega hustlerja, go-getterja itd. Dobi punco. Ga ta punca potegne v neko novo sfero emocij itd. On ti bo prišel lahko naslednji teden stari k cucak v službo. In bo cel, ja, pa se to ni tako pomembno, en teden nazaj, pa ja, to bomo potrgali uno gor do tretje. In to je nekaj tazga, kar zaradi česar ljudi ne smeš obsojati, se je pa treba o tem pogovarjati, in še zmeri kot vodja, če se zdaj mogoče malo na to naveževa, biti sposoben se s tem človekom usesti in povedati, ok, lej, zdaj tako. Na eni strani imava tvoje občutke, imava to, kako ti stvari doživljaš, na drugi strani imava targete, ki sva jih postavila, karkoli, da mi da pogledati, koliko si ti sposoben to zdaj le dosežeti, oziroma kaj potrebuješ od mene kot vodje, da boš sposoben to dosežeti. A rabiš čas? Ok. A rabiš pauzo? Ok. Itd. Se mi zdi, da kle je nekaj, kjer nam omogoča pa lih zdaj to, da smo nekako navdihnjeni od ljudi, je pa čas, ker nam omogoča, da veliko vzorov dobi glas in spremeni mal to neko miselnost, kako bi mogli biti. Pa zdaj se pogovarjava o vzorih.
še zmeri preveč pozornosti ljudje damo ljudem, ki niso noben vzor. Pa so to zdaj te punce, ki se hvalijo, kako OnlyFans podjetja odpirajo, pa kako, a ne. A veš, sej ne rečem, nekomu bo to inspiracija, itak je vseeno za te vrednote ženstvenosti, pa intime, itd. Važno, da ti denar delaš, zato si dober danes v svetu, a ne. Tle moramo mi pogledati, kaj konzumiramo, mi pogledati, koga podpiramo, a ne. Mi pogledati, koliko plačujemo Netflixu, pa koliko naših podcastov, pa kreatorjev, ki nekaj dobrega v svet dajo, podpiramo, a ne, a veš. To je, a ne, pa je cena lahko ista, 10 € na mesec, ampak ja, Netflix, lej, dam, a ne, kaj itak vsi dajo. Da bom podporil svojega najljubšega kreatorja, kaj bom pa dobil nazaj? Ni to point, a ne. In zato jaz mislim, a ne, tudi to, konc koncev, če spet povežemo to zadevo z družinami, pač kapitalizem blazno škod temu, o čemer sva prej govorila, skupnostim, ker bolj, ko nas potiska v individualizem, bolj moramo mi kupiti ful enih stvari. Da smo cool. A veš, ti ne bi rabo, včasih niso kupovali unih samo bouncerjev, ki ti sami tam migajo, zato da da otrok mir, zato da greš ti lahko po tuš. Ne, dala si otroka teti, pa si šla po tuš, a ne? Zdaj pa pač rabiš to mašinco, pa uno mašinco, pa tretjo mašinco, pa četrto mašinco, pa to kupiti, pa kupiti, pa ta tečaj, pa tečaj, pa tretji tečaj. Zato tudi v resnici jaz malo nočem obesiti tega na družine, pa se iti zdaj biznis tega, kako skrbeti zase, ali pa kako biti družina, ali pa karkoli, ne, kar je tudi to, kar si me vprašal, zakaj ne grem v bistvu tega delati, ne. Zaradi tega, ker hočem spremembo ustvarjati tam, kjer se dela problem. Ker problem se ni začel v družinah. Problem se ni začel v družinah, problem se je začel v svetu, ki je organiziran tako, da je profit vedno nad človekom, da je moški vedno nad žensko, da je ta, ki ima moč in privilegije, vedno pomembnejši, da njegovo mnenje šteje, mnenje nekoga, ki jih je pa manj, pa ne šteje. In če mi lahko v organizacijah do neke mere, če jaz lahko v organizacijo prinesem to, da se znajo pogovarjati o težkih temah, da se znajo, da imajo čustva svoj prostor, da imajo vrednote in integriteta svoj prostor, da ima raznolikost svoj prostor, da niso edini ljudje z močjo tisti, ki so najbolj podobni unmu modelčku s kravato, ki je šef. Ampak da lahko se to na različne načine prerasporeja. Če smo lahko v službi celi, bomo tudi doma lažje celi. Je pa totalna iluzija reči, pač zato pa ljudje odhajajo iz poslovnega sveta. Jaz pa nočem, da ljudje odhajajo iz poslovnega sveta, ker pač mi vse neke stvari rabimo. Ja, to si dobro povedal. Mi rabimo stvari, nekatere. Enih tudi ne rabimo, ene firme ne propadajo zaradi mene. Pač, če se avtomobilska industrija prepolovi, mene ne bo nič bolel. Ampak pričakovati, da bojo ljudje doma povezani in imeli ful stabilna partnerstva, medtem ko čim pa pride v službo, pa in njega in njo odrajsejo, je spet na bolniški, imamo pa problem. Ja, toksičnost, velikrat radi uporabimo ta izraz, pa ga niti dobro ne znamo pol pripeti, na kje se zdaj ta toksičnost dogaja. Ampak na koncu dneva, če pogledava, je to v bistvu škodovanje nekomu zato, da se ti lahko okoristiš, a ne? Torej, ta individualizem v polni meri. Ful pogosto ta toksičnost ni namerna. To so ljudje, ki niso celi in ne smejo biti celi, ki morajo dokazovati lastno vrednost v okolju, ki jim pravi, vreden si samo toliko, kolikor prinašaš v to firmo. In to, koliko ti prinašaš v to firmo, je odvisno od tega, koliko uspeš cuzati tone, ki so pod tabo in šibkejši od tebe. Valjda, če so vsi, pač če grejo vse metrike v to smer, kaj bojo drugega ljudje počeli? A ne tudi to recimo? A je res, obstaja ta ločnica med privat sfero pa poslovno sfero? Pač da se izračunati, koliko firmo stane ločitev. Ločitev ni. To, da se en tvoj zaposleni loč, to ni zastonj za firmo. Ko se nekdo loč, bo zagotovo nekaj časa več na bolniški, njegova produktivnost bo vsaj za 1 leto občutno zmanjšana, ali pa njena. Več bo imel skrbstveni obveznosti, še posebej, če je moški, zaradi tega, ker zdaj se običajno po razhodu 50-50. Se 50-50 deli, predtem so bile pa ženske pogosto
obremenjene več kot 50%, se pravi, za moškega bo bolj obremenjen s skrbstvenimi obveznostmi, ženska mogoče manj. Manj bo fleksibilen, zato ker se bo mogel prilagajati, temu kdaj, kjer dneve, karkoli. Pač ločitev ima za firmo resne finančne posledice. In če ima ločitev za firmo resne finančne posledice, a ne bi bilo smotrno, da firma investira nekaj v to, da bodo partnerstva ljudi, ki delajo v tej firmi, ostala stabilna. Pa da ne ustvarja situacije, v kateri bodo ta partnerstva destabilizirala. Ja. Zato jaz skozi govorim o tem, pač eno in drugo. In ko začnemo govoriti o tem, zato ker to ni nepovezan. Ja, sigurno. Ja, itak, bi šla zdaj še globiti. Še en krog. V zajčjo luknjo, ampak bom malo spustil. Povej mi, kaj so pol nekak, če bi zdaj iz te najne debate vam potegnila, kaj so nekak zdaj tvoji plani oziroma kako si želiš poleg teh dveh stvari, ki jih delaš, vplivati nase in na ljudi okoli sebe. Kaj boš delala zase, kako si želiš živeti? Jaz si želim biti cela in želim si, da so ljudje okrog mene celi. Želim si vzeti pač prostor, ki ga rabim, kot cel človek, ki sem, da ne zanikam nekih delov sebe, zato ker enim ne bodo všeč, ali pa bodo enim tisti všeč, enim pa te všeč. Da lahko živim sama sebe z vsem, kar je del mene, in želim omogočati enak prostor drugim ljudem okrog sebe. In to želim početi v svoji družini, želim si, da so moje hčerke celi ljudje in želim si, da opazijo, kdaj ljudje okrog njih postajajo manjši, pa jim dajo možnost, da se odpirajo. Želim v službenih okoljih omogočati ta prostor, da so ljudje celi, zato ker sam, ko so celi, lahko doprinašajo vse, kar imajo, in ko ne rabijo delčkov sebe odrezati, zato ker so preveč ali pa premalo, ali pa preveč preneki, ali pa premalo. Zaradi nekih družbenih pričakovanj, kaj se v službi dela ali pa ne. Tako da to je moj plan, da bi vsi bili bolj celi. Ja, cool. Katarina Veselko, hvala ti za čas, za zgodbo. Lepo, da deliš to svetom, pa ne te pele, kaj te more. Ja, hvala za priložnost. Kako se počutiš? V redu, tako malo razmišljam, a sem povedala vse, kar se mi je zdelo pomembno povedati, pa mislim, da sva veliko stvari tako odprla. Ja, kaj naj bi pelal, ja. Se mi zdi, da itak si po naravi nekdo, ki, mislim, saj jaz sem tako opazil, no, ki ko gre v neko tvojo tematiko, pač zažariš, zacvetiš in greš pač noter, tako da jaz mislim, da nisem imel izbire, da ne bi šla tja, kamor ne, niti ne bi želela iti, tako da ja. Hodo. Ja, pa v bistvu mi je fajn, da sva se dotaknila različnih, da so prišle ven različne moje identitete. To mi je recimo tudi fino. Da sem lahko različne stvari. Hodo. To je to. Amadej. Katas.